Traktorji, cepilci, sadike, suhomesnate proizvode. Ja, Bobnar vas pusti pozdraviti vse. A si zdaj? Ampak nega lepšega kraja, ko Šentjaren, pa nega lepšega ptiča, ko je Petjal. A si? Jure. Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo je danes zamudil? Jure, kaj se zgodi vedno na tej tvoji poti od Uršnih sel, kje že smo rekli, od Laz do Ljubljane? Kje se zatakne? Marsikaj se zgodi. Če bi ti to vedel, se bi lahko ne bi zmagal na Oskarjih Oppenheimer, ampak Gregorčič pot domov. Zakaj ni šel spat? Se veš kam? A ja, ne, ker spim pri ženi na prtašči. Dobro jutro. Dobro jutro. Gregorčič se vrača k uči. Oskar. Gregorčič se vrača domov. Evo nas, spet v novi zasedbi. Polni zasedbi. Polni zasedbi. 4. Ja. Tam sem se 5. Kako? Ja. Gizmo je še tle. Gizmo? Malo si bo lučka polizu, reda. Za začetek ena izbira. Kaj? 560 sec ali 90 kvatrov. 90 kvatrov. 560 sec. 90 kvatrov. Sorry. Kaj je zdaj, fantje? Dajmo zalaufati, nekaj smo za spanje. Po starosti se Ciril. Rana ura. Rana ura, trda... Eni smo tle že 1 uro. Ja. Smo 1 uro. Jaz sem tudi že kakšno uro, pa še malo tukaj Jure. Eni smo že več kot 1:15 zbrali podatkov izpod koles. Ja. Bravo. S katerim avtom si se prepelil? Prenovljenim T-crossom. Aha, ok, bomo se pol tega lotili. Imamo Evropski avto leta. Evropski avto leta imamo se. Pa res? Ne sem žiranta, tudi Evropski avto leta imamo. Ja. Če že začnemo, s čim močnim je to lahko Evropski avto leta. Seba, dej povej, bil si v Ženevi, kaj se je zgodilo? Bil sem v Ženevi, razglasili smo... Dobre, če govoriš. A ne, najbolj bilo tako. Razglasili smo Evropski avto leta, zmagal je, si vemo, Renault Scenic. Sam električen še, od zdaj naprej. Ja. Da, enim je to seveda všeč, enim malo manj, mogoče Slovenca malo manj. Ja. Stališča, da je električen, ker to prinaša malo višjo ceno. Sem se pa pogovarjal s fanti recimo iz skandinavskih držav. Oni pravijo, da je pač Renault Scenic tam zelo ugoden, zelo ugodna cena. Na ravni mrzkošnjega drugega avta, ki je pri nas recimo od Scenica cenejši več kot 10,000 evrov. To pa kar vpliva na izbor ali pa na to, kaj ti všeč, ker je pa nas konc koncev Scenic še zmeri kar velik električen avto. To tudi pri Renaultu hočejo, poudarjajo, da je pač družinski ali pa zelo prostoren, da se da z njim prepeljati do 700 km z enimi baterijami, s polnimi baterijami. Je pa tle seveda en trik, 700 km se da s tem avtom narediti v mestu, ne pa na avtocesti. Tako da nekateri ljudje imajo neko napačno predstavo, ko se omenja range električnega avtomobila in si reče, super, to se pravi, grem pa lahko na avtocesto, pa gas, pa 700 km, ni šans. Na avtocesti je ta range bistveno manjši, pa treba je vedeti, da s električnim avtom je idealna vožnja 110 km/h, 120, 130 je že bistveno večja poraba, kar se pa hitreje peljamo, je pa enormno visoka poraba, tako da dejansko teh 700 je v mestu. In če se vozimo v mestu za 700 km, rabimo kar nekaj dni, da jih naredimo, tako da tudi če bi bila malo manjša. A lahko tako en rent Kaj? spustim? A veš, mi smo v temu VLTP-ju iskali nek približek realne ocene porabe, tako, kakor jo pač živimo, ne? In smo dobili VLTP. Ja. In zdaj vidimo, da je ta VLTP totalno skregan z neko realnostjo. Res je, ampak zdaj bom tako lepo not. In to je Renault, tle pa moram reči svaka čast, v novem Scenicu imaš range. Minimalen pa maksimalen. Kar pomeni, da je maksimalen po nekem tistem VLTP-ju, ki so si ga zamislili, ali pa v idealnih pogojih, pa imaš pa še minimalnega, ki ti pa pove v realnem, če se ti hitreje voziš, koliko boš naredil. Ja. Se pravi, 700 ali pa... Kaj si rekel? V pres materialu, v
Ne, v avtu ti piše na armaturni plošči imaš 2 range v bistvu. 2 range, se pravi, tok, ki bi se pelil lepo, pa bi lahko naredil maksimalno, če bi ga pa po domač povedal žgal. Ampak, veš, vse to smo se, Jure, že enkrat pogovarjali, kako so se za jajca obesili VW grupaciji zaradi izpustov, ne? A veš, pa kakšne mehne številke so bile takrat. Pa dobimo ta VLTP, ki totalno nima nobene, v bistvu, realne ocene tistega, kar dejansko se dogaja na cesti. Ne, se imaš tudi na internetu neke nore porabe, doskrat se to, pa kdo se pohvali z električnim avtom, meni pa požaru manj, ko VLTP kaže. Kada z dizli včasih ni bilo isto. Ja, itak, hočem še eno, sej seba dobro v kontekst postavil, ne? Tu je gost promet, primestna vožnja, je električni avto ideal za to in takrat so najboljši dosegi, ampak druga realna stvar je pa to, kar prav Saša, ne? Pač jaz z vsemi električnimi avti, ki sem jih imel na testu, niti z enim nisem v kombinirani vožnji dosegel tisto, kar prav kombiniran VLTP. Ampak hotel sem te še nekaj drugega vprašati. Kljub temu, da je Senik evropski avto leta, 2 stvari pravzaprav. No, Eno, a je bila zvezda Ženeve en drug Renault, ne? Ja, seveda. Spet električen. Ja, pa kakšna je sploh bila Ženeva zdaj? A je bilo to je bilo tako, kot da bi Ženevo predstavil v Saharo, pa bi bila ena taka mehna v avtu? Ne, Ženeva je bila, jaz mislim, da je bil ljubljanski avtomobilski salon, ki smo ga imeli leta nazaj večji. 2016. Ja, kar pomeni, je bil hud. Ja, kar pomeni, da Ženeva je bila res boga. Vsi, ki so kdajkoli bili v Ženevi ali pa videli, kako je bilo v Ženevi, bi se zdaj križali, ne. Dejansko je bila ena hala namenjena razstavljalcem, bilo je, ne vem, takole čez palc 5-6 avtomobilskih znamk, od tega so bile pomembne Renault, Dacia, BYD, MG in to je to. Ja, zvezda je bila pa... Petica. Naš Renault 5, ne. Zgleda dober, ne. Zgleda dober, mal je en tak spomin na Renault 5 Turbo, tako da tega avta se res veselim, tudi pa Renaultu se ga zelo veselijo, so dali kar veliko truda so vložili v ta avto, Luka de Meo je tukaj naredil zelo eno veliko revolucijo oziroma hotel je pač nek avto, ki bi pritegnil, tako da dal je tudi navodila, da mora biti avto zelo podoben študiji. Se pravi, velikrat se zgodi, ne, da se vidimo študijo, pa rečemo, wow, koliko je hud avto, pa to, pa je pa serijski, je pa, rečeš, se to ni isti avto, ne. Tako da tle so se kar držali tega, pač taka navodila je dal. Se veselimo. Seveda sem ga. Posedel sem se v njega. Je seksi. Ne, avto res dobro. Ne, avto je cool. Avto je seksi. Je bil pa tam postavljen tudi en prvih Renault 5, se pravi star že, Jure. 50 let. Katrca. Moj letnika, ne. 50 let. Ja, in je, ko pa gledaš tisa avto pa ta, pa vidiš, kakšen korak naprej naredila avtomobilska industrija. Tudi po velikosti, ne? Ja, tudi po velikosti. Nisi dobro povedal. Jaz vem, kaj je bil highlight Ženeve. Kaj? Je bila razstava prezgodje. Razstava starodobnikov. Ja, bila je lepa, bila je ogromna, ampak se to je žalostno, ne, da je na enem od najbolj pomembnih, recimo v našem življenju, enem od najpomembnejših avtomobilskih salonov v Ženevi. Pa tudi najstarejših. Ne? Ja, cel zgoren štuk zasedla ta razstava, ne. Kar pomeni, da res ni bilo razstavljalcev, ni bilo nič, ampak ta razstavca je bila pa res lepa, avtov, kar nekaj takih, ki bi jih mi imela, ne. Ampak je bil tak, mislim, so bili res krasni ta razstava starodobnikov, se mi zdi, da je bil prav en tak spomenik ognju nad Valjem, ne. Ma stari, zdaj, ko jaz poslušam to, jaz sem kar vesel, da smo imeli vsi moč to Ženevo doživeti v polnem sijaju, ker se mi zdi, da nasplošno te avtomobilski saloni izgubljajo na privlačnosti, na vsebini pa tako da kar malo tožno mi je vse skupaj poslušati to. In to je edin moj take away, valjda starodobniki jih je fajn pogledati pa to, ne, to sam še pojačamo, žalost, ne da kam gremo, ampak tako, da se ena era zaključuje, ne. Ja, veš kaj,
pač svet gre naprej. Ne? Zdaj so neka druga orodja na voljo vsem nam, ki jih prej ni bilo. Ne? Vsi smo šli v Ženevo, ker smo vedeli, da bomo tam videli, ne vem, 20-30 čist novih avtomobilov, ki jih prej nismo še na sliki imeli možnost videti. Pa kako lepi so bili ti časi. Mi smo vsi začeli, ker še interneta pravzaprav skoraj ni bilo. In takrat si rešil na salon zato, ker si vedel, da boš videl nek nov avto, da se ga boš dotaknil, da se boš usedel v njega. In to je bilo res neko doživetje. Ne. Tega pa zdaj ni več. Prvič zato, ker se seveda avtomobili vidijo že na spletu že veliko prej. Včasih se, ne vem, slike pojavijo zato, ker jih nekdo ukrade, včasih jih znamke, ker same malo porinejo naprej, da malo praha dvignejo. Ne? In ker ti prideš tja, v bistvu že so predstavo o avtomobilu imaš. In je to včasih še slabše, ker je tvoja predstava v glavi že narejena, pa prideš pa tja, si pa lahko tudi razočaran. Dobro si povedal. Ampak vmes je bila Ženeva nekje v Emiratih. Ne? Kaj se je pa takrat dogajalo? Mislim, a so bili to proper sejmi ali so bili tudi tako bolj... Ne, zgodba je zelo zapletena. Ne bom rekel, da čist do potankosti zdaj vem kako, ker si kar zmišljujejo malo, ampak največji problem je nastal med Palexpom pa Ženevo kot mestom, kot skupnostjo, ker oni so imeli dogovor, oni so tudi del denarja od te skupnosti dobili in potem je ta skupnost rekla, da denarja več za avtomobilski salon Palexpo ne bo več dala in potem so prišli Katarci in so v bistvu salon na nek način kupili in ga prvo leto prestavili v Katar in najprej je bilo govora, da bi imeli 1 leto v Katarju, 1 leto v Ženevi, pa spet tako, ampak zdaj so že dali ven, da Ženeva naslednje leto bo. Kaj se bo tam pojavil, pa mben ne ve. Zdaj zaenkrat je to denar od Katarcev, grejo se tako, kot se grejo pač posod. Škoda, no, ampak tako, kot pravi Ciril, mislim, tako, res imamo srečo, da smo bili v teh časih, da smo lahko obiskali te sejme, no. Jaz se spomnim, meni je bilo to noro. Sploh Ženevo sem jo rad, ker je bila taka malo butična, ne, ker če se spomnite Frankfurtov pa teh sejmov, ti se bilo ogromno. Ne. Po Ženevi tudi nisi slabega vremena cvikal, ker nisi rabo med halom hoditi. Si bil skozi noter, ne? Pa press-center, kaj še ni bil. Ne. Meni je najbolj se zelo zdaj, ko si ti pokazal press-center, ker vem, da smo se tam za vsako tičenco tepli. Vse je bilo, sem res. Pa kakšen družabni dogodek je to. Jaz se spomnim, v Ženevo si prišel, to ne sem, da si videl nove avtomobile, to si videl na tem sejmu si videl vsaj 10 celebrity od takih. Jaz se spomnim, en let sem prišel, pa tako neki slikam Bugatija, pa vletijo Figo, Ronaldo, pa kdo še takrat špilov? Ne vem, še en. Ostrc. Ja, Ostrc, ja. Veš, vedno je bil tak, a pa ne vem, sreča ti je bilo tam Alano prosto, nekaj čist naravenga, ne? Pa ne, Ženeva je bila... To se guraš, pa tako, Alan je oprosti. Ja. Alan je oprosti. Ne, Ženeva je bila pač temu namenjena, ne? Ja. Prvi dan je bil pres, drugi dan je bil sicer tudi namenjen presu, Pa so celebrity uleteli. plus VIP, ki si lahko kupil prav VIP karto in potem so se pač dame z kožuški sprehajale naokrog in pač taki premožni ali pa znani gospodja, ne? Tako da tega zdaj ni bilo. Ne, hotel sem samo to reči, da sem v Ženevi spregovoril z Arnoldom Schwarzeneggerjem. Jaz si mu rekel, da je ampak pravim, na kaj sem povedal. Jaz sem rekel, če je ta Bentley Continental GT, ta cabrio varianta, če je v redu, pa je rekel, yeah, it's a perfect business vehicle for California. The best. Ja, res. To so, citiram. Ja, no, tako je bilo, ja. Jaz sem se z Mercedesovim Brkotom zaletel na štantu. Stari pa Brko je točil pivo na štantu. Ja, tega zdaj žal ni več in vsak, ki je tam bil pa to izkusil, je bil letos res zelo žalosten, ker je tudi, ne vem, 2-3 šanki, kjer si lahko kupil hrano, pijačo. Presti sendviči. Ja, nič ambenih. Gor, tam v en kot so bili porinjeni te, ki so merchandise prodajali, kapce, modelčke pa tako naprej. No. Res bogo. Spal sem 30 metrov stran od vhoda v... Čas bi to misija, ne mogoče. Čas je bila to ne misija, kje smo se spali. Spali smo v Franciji. V Annecy smo hodili. Annecy, 1 uro, 2 uri smo se zjutraj rabili, da smo prišli, Pa smo se pripeljali, da smo parkirali, da smo prišli iz garažne hiše. Pa ure v garderobi čakal. Pa v garderobi pa vse, zdaj pa, jaz sem šel iz hotela, 5 minut pa sem bil noter. Ne.
Ampak ni hecen, ker zdaj se bo zgodil Sejem Ur, Ja. Watch and Wonders v Ženevi, točno v tej hali, ne? In bo norišnica, pač vse hoteli so razprodani, vsi razstavljalci bojo tam. Ti boš prešal to, a? Te vidim, stari. Jaz Ne. te imam na sumu, Lej. tvoj Instagram, ki gledaš. Vse sem gledal, koliko so hoteli, pa so po 900 evrov. Saško me že, odkar sem prišel iz Ženeve, kje je kakšen hotel, kako se pride, kaj bi lahko, tako da lej. Ne moramo mu naštimati neko pot takrat, da bo ostal v paravtih. No, ampak lej, ure so verjetno mal drugačna zgodba. Ja, ampak ni hecen, ker pri urah se je ta nek razvoj ustavil v nekem obdobju, mislim razvoj. Oni še zmeraj razvijajo mehanizme, gordo, ampak so rekli, se pravi, mehanski mehanizem na tej točki rabimo to, ne. Naj se izboljša kvaliteta, naj se izboljša izdelava, naj se izboljša vse, ne. Ampak ne rabimo ne vem kakšnih mehanizmov, kvarcnih, GPS natančnih, ne vem kaj. Mehanizem naj bo mehanizem, tradicija naj bo tradicija, inovacija naj bo inovacije, od tukaj naprej naj ostane klasika, ne. Pustimo zdaj ure. Ne, hotel sem še nekaj reči o Ženevi, ki mi je skozi po glavi prej stavek, ki ga je Seba povedal, ne, da smo bili vsi tam že še pred dobo interneta. Se vi spomnite, da je v Ženevi tik pred press centrom DHL svoj pomol? Itak, pa si pošiljal materijale nazaj v Slovenijo. Mislim, spomniš, ko smo kataloge tovorili z unimi vozički za nadražo? Začeli smo tako, da smo, to je bil poln prtljažnik katalogov, ko smo prišli nazaj. To je bil edini vir informacij, vse, kar smo za naslednji let rabili, smo tam dobili. Pa D-katalog. Una Biblija vsakoletna. So bili vsi avtomobili not. Ja. Jaz sem pri avtomagazinu začel tako, da sem preselil arhiv iz Dunajske tle v center, ko smo se preselili. A dej nehi, stari. To, kar bi zdaj naredil tako na računalniku, pa bi pritisnil tipko copy-paste, ne? Ja. Sem jaz včasih naložil pick-upa 80krat, pa iz ene lokacije na drugo lokacijo. Sem arhiv iz, zapravo vse, od mape številka 1 oziroma A Aston Martin do ne vem kaj. Ja, to je bilo res papirja, map, prospektov, ki si jih požiral, ki si videl. Takrat si prvič videl. Sej, to je bilo neke vrste konji na mizo. Ne? Tam si imel katalog, noter si imel vse, vsi smo gledali podatke tehnične, ko gre ta, ko gre on. A ni nepredstavljivo, ko včasih je znamka še kar kakšen presenečenje naredila? Veš, ko ni bilo niti tizanja, ko so rekli, tole bojo predstavili, pa je še kar nekaj bilo podarjuho, pa si sam debel gledal, stari. Ampak takrat je bilo to mogoče, takrat ti Ben ni slike ukradel, takrat Ben od zaposlenih ni naredil kakšne skrivne fotke, ali pa kdo, ali pa ne. Ne, pa tudi če je, se praktično ni mogel kam objaviti. Ne, lahko je pokazal prijateljem, takrat ni bilo pametnih telefonov, takrat si nismo pošiljali fotk, filmov, takrat ni bilo Instagrama, Facebooka, nisi mogel šerati teh stvari. Ne. Tako da takrat je bil na nek način je bil naš posel veliko bolj čustveno dovzeten, res si bil presenečen, tako ne. Zdaj je pa to seveda zvodenelo, ampak pač pridemo prej do informacij drugače, zdaj to pač. Pa tudi kaj je Ženeva pomenilo vedno. Jaz se spomnim še, ko smo na faks prišli, ne, ker je to zdaj že res dolg nazaj, ne. A veš, študentska organizacija je vsako leto meni si organizirala izlet, tako prav turistične agencije. Jaz sem bil zadnjič na sestanku s Kompasom, pa je ona rekla, se je letos gre v Ženevo, oni so včasih imeli paket. Itak. Ok, dajmo se premakniti naprej. Se pravi, Renault Scenic, evropski avto leta. Ja. Čestitke. Okay. Čestitke, v Sloveniji je pobral slovenski avto leta Renault, ne? Ja. Tako da evo. Ja. Dva najpomembnejša naslova. Ja. No, evo. Sam jaz sem upam to, ne. Se vem, ampak se ti si to tudi prej načel, zanimivo cenovno pozicijo, ne. Vidimo, Megane pri nas ni naredil preboja, izključno zaradi ene stvari, ne zaradi tega, da bi bil slab avto, ampak zaradi tega, ker je drag avto. Ne. Jaz upam, da ne bo se nikom isto, ampak ni toliko drag, kakor je Tesla poceni. Ja. Dobre, zdaj imamo že par znamk, ki recimo subvencionirajo prodajno ceno avtomobila do te mere, da pridajo pod to magično mejo 35,000 evrov pri električnih avtomobilih, da pol kupec lahko dobi ta veliko subvencijo. In tle zdaj drugega že pritiskajo na to, da znižujejo cene. Jaz sem govoril
lani v Münchnu z šefom Opla in je rekel, da pač tudi na račun Kitajcev, ki prihajajo vse večjem številu v Evropo, da bojo začeli delati, oziroma da bojo mogli spustiti cene. Avtomobile bojo delali iste, ampak te novi električni avtomobili bojo mogli biti cenejši. In je pač rekel, da jih bojo začeli delati, da načeloma obljublja, da bojo, tako kot je Volkswagen pač začel to revolucijo 25,000 evrov za majhen električen avto, da bojo tudi oni take avtomobile delali in da bojo z njimi tudi profitirali. Se pravi, neki lufta imajo, kako pa kaj, bomo pa videli. Ne? Ampak te avti se bojo mogli poceniti, ker če ne, jih bojo zelo težko prodajali, sploh, ker neki klasičnih avtomobilov še zmeraj vztraja in to zelo dobro. Meni je to super, lej, trg je povedal svoje, zdaj so pa na vrsti oni, tako da... Jaz komaj čakam te obljube, ne? In to še enkrat povem, kle bomo vse za besedo držali. Ne? Ker zdaj smo slišali že 3 avte, ki naj bi bili poceni. Prvi je bil ID.2, ne? Drugi bo novi Citroen C3, ne? Ja. Električen, ki je bil še na tiskovni konferenci rečeno 23.800, pa še nimamo slovenske cene. Ne? Ja. Tretji bo pa Renault 5, ne? Ja, Renault 5. Ki bi bil pa štart pri 25. Ne? Ja. Pa na osnovi Renault 5 bo prišel še en avto ven, ki sem ga že videl. O to pa še ne smeš povedati. Ene japonske znamke. Tlej zdaj tako prije črnlo kvadratek. Bip pride. Ja. Jaz lahko povem, vi pa rečete bip. A pa je to tukaj seksi? Lahko zdaj to poveš? Zelo zanimiv, lep. Tako bom rekel, če je zdaj na cesti 4. generacija, se vrača tam k 2., 3., 4. je bila zelo slaba, ampak recimo k 2., tak v krogu, simpatičen avto, zelo dober koncept, no, ampak... Moja mami ga je imela. Ja, tudi ti si se vozil z njim. Valjda, na izpitne vožnje sem se vozil z njim. No, tako da, ja, no, ta je zelo lep, no, mislim, zanimiv, ampak vse to je logičen, ker znamki sodelujeta, tako da je logičen, da so dali tudi oni pač na isti platformi to ven. NLB, stanje na računu porazno. Mesič. Ok, kje smo? Ja, ne vem, kaj imaš zapisan? Da slišam? Jaz imam ful, Luka Maček plači položnico, to bom pol, to nima veze. Pol imam tle neki telefon, bom pol povedal, Passat Tiguan, ne, veš kaj, kdaj bomo pa z unim kornerjem uleteli, a to boš ti pol se spomnil. Ja, dej Passat Tiguan, lej, se to je... Passat Tiguan, kdo je bil na Passatu? Vsi trije. Ona dva sta bila. A je vidva sta Čak, bila? vi ste bili tudi nekje, a pol rečemo, da imamo predstavitve. Ja, lahko. Dajmo se malo posud s pepelom, ker smo zanč obljubili, da bomo fotke dajali, da bomo mačkan upremali tisti, ki nas gledajo, če že rečemo ta pa ta avto, ga lahko tudi pokažemo, tako da zanča na par slik nismo pokazali, pa bomo zdaj probali biti malo bolj dosledni, pa rečemo zdaj, da gremo. Ja, seba bo red naredil, to mi je všeč. Ja, pa dobro, da imamo tle Toplarno Moste. Glavni sponsor tega podcasta je Toplarna Moste. Hvala za pepel. Ja. Ne, tako da, ajde, pejmo na predstavitve. Ja, jaz pa seba sva se odpeljala, kam sva šla? Dej spomni. Francija. Ja, Nica, se res. Ne. Kaj ne? Ne, najprej so se jaz pa sebe odpeljala. Ja, čakaj, pa zdaj sem že začel govoriti, da smo počakali. Ne, kad si rekel, da si se ti. Najprej so se jaz pa sebe. Sam nemir delaš. Dobro. Jure, zdaj pa dost, najprej zamujaš. Povej. No, jaz pa seba in jaz so se odpeljala v Francijo, v Nico, zato ker je Volkswagen povabil za volan nove 9. generacije Passata, ki je min grede star toliko seba, ne bomo spet v letih, pa nove 3. generacije Lahko Volkswagena. sklepam, da dam, da je starejši kot Golf. Mlad avto. No, pa Tiguana smo peljali. Enače občutke vam povem. Ja, dej. A zdaj lahko? Zdaj lahko. Ja, kaj je te glavno občutek, ki sem ga jaz stran dobil od te predstavitve, je, se lahko pa lotimo tudi malo novosti, kar se Passata tiče, ne? Ampak avto je spet malo zrasel, zdaj na 15 centi, celo se mi zdi. Ja. Zdaj že švoh 5 metrov dolg in se mi zdi, da je to čutiti na cesti,
Pa ni zdaj to mogoče nekaj negativnega, sploh ne, ampak veš, ko si se v Passata včasih usedel, si imel tudi občutek, da ne peleš za res ogromnega avtomobila, zdaj pa ta feeling imaš, kar je lahko tudi seveda bonus, ker se mi zdi, da je krasen potovalnik. Midva sva sicer pelala najboljš opremljenega airline opremo, ampak avto se pelje gospodsko, ne? Ja. Mislim, Morate povedati eno stvar in sicer to, da folk ve, ne, da zdaj Passat bo samo še v varianti izvedbi. Ne? samo še karavan. Ja, Saj prav. že nekaj časa tako, Ja, ne? Od 2020. V bistvu že zdajšnjo generacijo Passata niso več prodajali limuzine, samo še karavana. Tako kot je Ciril rekel, samo še karavan v prihodnosti in to zelo velik karavan. Načeloma bi na nek način bili ali pa bi mogla biti večina zadovoljnih, da ne bom rekel za isti denar, ker se je valjda avto podražil, ampak bi mogli biti zadovoljni, da so zdaj dobili večji, daljši Passat. Ampak je pa težava, ne? Že pri prejšnji generaciji se je to pojavilo, da nekateri, ki so bili leta in leta lastniki Passatov, niso mogli več kupiti nove generacije, ker enostavno ni šla več v garažo. Ne? Pač tisti, ki imajo malo starejše hiše, pa ki imajo pač garaže take, ki imajo, ne, so na centimetre tlačali avto noter, ne, zdaj ga pa verjetno ne bojo mogli več. In tle se tisti jezijo, ne, zato ker Slovenci smo valjda znani po tem, da si kupimo avto bistveno večji, kot ga rabimo, ne. In zdaj pač ne bo šlo to več. Najprej štalca, pa kravca. Drugač pa Jure je o tem že govoril, ko šel ti na prvi ogled Passata, Volkswagen se je potrudil, da je ohranil Passata kot eno veliko klasiko, se mi vsem zdi. Pa ne zdaj samo to, da smo mi dovozila dizla, pa so še vedno dizli, ker se dizli tako strajno poslavljajo. Seveda imamo tudi bencinarje, ko je 1.5 TSI, pa imamo tudi 2.0, ne? Pa 2.0, pa priključen hibrid prihaja. Jaz mislim, da sem v vlogu celo narobe povedal kapaciteto baterije, ki se jo zdaj ne spomnim. Mislim, da je zdaj okrog 19,6, kar pomeni, da je skoraj enkrat večja, kot je bila prej. Mislim, da je bila prej, ne vem, 12-13, kaj tazga, nima veze. V glavnem, prej si naredil z velik sreče 50 km, zdaj jih boš pa 100 brez problema. Ne? In zdaj, če mi se vrnemo spet na tisto, da se v povprečju naredi 50-60 km na dan, je lahko Passat glitko popolnoma električen avto za čez teden. Mislim, to sta 2/3 kapacitete baterije e-Golfa. Ja. Ampak jaz moram reči, da sem se te predstavitve veselil predvsem zato, ker nismo bili obremenjeni spet z električnim avtom v smislu, da silijo v to, ker vsa ta zgodba okrog te elektrike je siljenje nekam, ker zdaj že ugotavljajo, da so mečkam preveč posesivni bili. Passat je meni si glih tak ta prav odgovor, zato ker ponuja popolno pogonsko raznolikost. Ne? Ti imaš čist za vsadzga imaš rešitev. Ne? Švah dizel, močen dizel, priključen hibrid. S tem, da so šli pri priključenem hibridu še naprej z kapaciteto oziroma močjo polnilnika. Ne? Ja. Klej imaš DC charger, ki prvič priključenega hibrida lahko butneš na ultrahitro polnilnico, pa je tudi ultrahitro poln. To je ena taka skregana logika je bila to, ne? Priključen hibrid je namenjen, da ga ti napolniš, se odpelješ na elektriko in se tudi recimo prepelješ nazaj na elektriko. Če je res panika, se pelješ na motor z notranjim izgorevanjem. Daj pa samo še par takih detajlov, ki se mi zdijo pomembni. Ja. Če že govorimo, da je karavan, dajmo vsaj litre tudi povedati. No? To se pravi od 690, prej bilo 640, ali koliko, ogromna luka na oddažen 920. Predvsem pa en detalj, ki je pa meni pomenil ogromen, in sicer, ko sem prijel ta volan v roke, so bile na njem klasične tipke. Ja. Stari moj, jaz ti ne znam povedati, kako je fajn videti. Pa to mora biti znamki, nam rekel težko, ampak je težko reči, ok, tukaj smo šli en korak predelaš, dajmo iti en korak nazaj. No? Ampak tle je treba dati priznati Volkswagenu, da so se pa oni posuli s pepelom in so rekli, posrali smo ga, tipke, ki smo jih porinali, vse ID-je in prejšnje generacije, ne vem, vseh njihovih avtomobilov, ki so med tem časom prišli ven, so bile slabe, touch tipke na volanu niso primerne, ker že vrtiš volan, jih po pomoti pritisneš, tako da tle so rekli, ok, vemo, da ni v redu, poslušali so novinarje, poslušali so svoje kupce
In ja, vrnili so se k klasičnim gumbom in so zelo kul. Ampak sočasno s Passatom smo pelali pa še en avto, ki pa moram reči, da meni kot privržencu limuzin mi je začuda bil zelo všeč in to je novi Touareg, ne? Baby Touareg. Baby je res stari, če ga pravega kota pogledaš, pa te mogoče malo presenet. Bi na hitro oči rekla, da je to Touareg. Zares, mislim, ne po proporcijah. Ti si eno fotko objavil s fronte, meni se zdi. Ja, od spredi. Bi res tako, še če bi bil polmrak, pa s to svetlečo. Govorimo o novem Tiguanu. Ja. Res gleda kot Touareg, ne? Ja, ne, ampak meni bolj kot odzuni mi je fascinanten noter. Notranjost je taka. Kakšen zaslon, ogromen zaslon. Všeč mi je ona tipka dol. Ja, to je prišlo. Ti si multifunkcijska. Ja, to je prišlo. Se spreminja volume, pa kaj še? Volume lahko spreminjaš tudi svetlobo oziroma notranjo svetlitev, kar ne vem, kdo bi zdaj to glih rabotil. Ampak mislim, da se da še... Vozni programi. Vozni programi, pa mislim, da se jo da, ali pa se jo bo dal tudi celo sprogramirati na kakšno bližnjico za kaj drugega. Ne, to se da, ja. Ampak to, kar si ti sebe rekel... Ko se usedeš v Tiguana, mene je malo presenetilo, zato ker so najprej vozila na tistih 100-200 km Passata, pa se navadiš na ene vrste vozno dinamiko. Pol pa stari, nisem niti 30 metrov prevozil s Tiguanom, pa sem rekel, kaj pa je zdaj to? In je res tako prijetno, lahkoten, odziven, brez da bi bil zateženo neki čvrst, pa trd, krasno se pele, stari. Res. Jaz mislim, da je to povezano s tem, da ko se ti usedeš noter, se dobro počutiš, ne? Ker je vse... Mislim, da se je tle tudi Volkswagen spet malo vrnil nazaj k tisti svoji pregovorno dobri ergonomiji. Res je vse... In kakovosti. In boljšim materialom. Ja, ne. Tako da vse je tam, kam mora biti, počutiš se dober, volan je dober, tipke, vse. In lahko res se osredotočaš na vožnjo. In ja, tako kot si rekel, lega odlična, vožnja super, motor je pa jasno spet bencinski, dizelski, 4-kolesen pogon, pa tudi priključni hibrid. Ja, oba avta sta mimogrede že v Sloveniji, ne? Predstavice se bodo zdaj zgodile. In jaz sem, ko smo bili zadnjič na T-Crossu, sta bila oba tam in sem jaz malo podražil z nekimi posnetki pa fotkami. In tako, ful je bil dober odziv med folkom. Ne? Sicer sta bila oba airline, zgledata hudo dober, ne? Jaz sem Elegansa vozil na prvi vožnji, pa je tudi zgleda fin. Mislim, tale Passat zgleda tako mal golfovski spredi, linijoma pa arteonovsko. Ne? Ja, tako. Ja, recimo, ja. Pri Tiguanu je ta airline pa Elegance kar zelo očitna razlika, ne? Airline ima od spredi zelo veliko masko, oziroma maske sploh nima, ne? Maske zdaj nima, ker ima en tak zajeten odbijač in odbijač noter so dali zdaj te zračne reže, pa tako da je tak zelo agresiven, ja. Elegance je pa malo bolj eleganten. Ja, pas je pa zelo golfovski od spredi, tako masko ima golfovsko. Edin, kar mi ni všeč, kar pa moram, nisem ga sploh še vozil, ampak ni mi pa všeč, da ima radar postavljen totalno tok nizko dol od spodi, da po moje prva stvar, ko zapneš še na robnik, najprej zadaneš ob tis radar. To za Passata govoriš? Za Passata govorim. Nisem bil pozoren, veš. Tudi kak senzor je bolj že postavljen višji, ker iz višine se le vidi. Ja. Hotel sem še pri Tiguanu nekaj izpostaviti, ker mogoče ni čisto na prvo žogo, je pa zelo pomembno. Ne? Je eden prvih srednje velikih cestnih terencev, ki ima zračni upor pod količnikom 0,30. Je iz 0,33 začne na 0,25. 0,28. Ja, za 5 so pomanjšali. S tisto ogromno masko, kako? Nekaj to tudi zadnjič, ko smo bili na eni drugi predstavitvi, so se pohvalili, da je kompakten križanc z zelo nizkim količnikom, ki je imel 0,30. To je avto, ki več kot 2 tone prikolcev vleče, ki ima 652 litrski prtljažnik, če govorimo o Tiguanu, kar ne zaostaja bistveno za... To ni nič primerjavi z unim, kar sem jaz vozil, ampak to bomo pa. Jaz sem še na hitro, da ne pozabim, če koga zanima, jaz sem v vlogu, ki ga lahko najdeš pri Komotar Minuti na YouTube ali pa na Facebooku. Ali pa v linku od spodaj po tem podcastu. Sem dal tudi praktičen prikaz integracije ChatGPT-ja, oziroma kako reče Jure, kako že? ChatGPT. Da si folk zna predstavljati, to sicer mislim, da prije proti koncu leta.
da ti zna tudi na ta način avto pomagati. Pa je pa zanimivo, lahko to izkoriščaš, kot želiš. V glavnem, v tem mojem blogu je noter praktičen primer, v bistvu je 2, 3, da si boste lažji predstavljali, kako to zgleda. A ste vprašali Tiguanovo umetno inteligenco, kjer je najboljši cestni terenc? Niso. To moramo naslednjič. Zdaj povej, kje sta bila vidva s Sebatom. Ja, jaz pa seba sva bila pa še pred Cirilom, ne? To pa mora pa biti tekmovanje, ne? Ja, malo mora biti, ne? Midva sva šla pa na Volkswagenu ID7 Tourer, ne? To je pa tak, pa ne sem na njega. Zdaj, končno, ker sem šel jaz seba, lahko tudi jaz rečem, da ne smem vse povedati. Ja. Pa ne zato, ker bi sebe zdrav, no tudi zaradi tega, ja. V glavnem, ID7 Tourer, to je pa mislim, da zdaj v družini, Volkswagenovi družini ID7 najboljši električni avto. Ne, v družini ID, verjetno. Mislim, v družini ID, ne ID7. Najboljši električni avto, po merah sicer še malo daljši od Passata, ampak po notranjem prostoru malo manjši, ampak še vedno zelo, zelo prostoren. Zakaj pa se ti zdi najboljši? Zaradi kakovosti vgrajenih materialov. A ni že ID7 navaden? No, ok. ID7 je ID7, ali pa imaš še karavanski prtljažnik, ne? Ja. Ok, lahko govorimo na splošno o ID7. No, te provociram. Zdaj, o tem smo že govorili, ne? Ampak 3 stvari, ki so mene navdušile, ne? Prvič, notranji materiali. Od vseh ID-jev daleč najlepši, pa najbolj kakovostno narejen avto. Drugič, VW inženirji so rekli, če smo imeli nekoč najbolj varčne dizle, mi moramo nekaj narediti tudi na elektriki, ne? Ker vemo, da učinkoviti niso bili najbolj električni avtomobili. In ta njihov nov osnovni električni motor bo bistveno bolj varčen. To se je tudi pokazalo že, ko smo vozili, še pred serijskem ga tudi sva Sebatom vozila, ne? In to je, naprimer, pri tem avtu ob nekih Avtocestne hitrosti, koliko? Avtocestna hitrost, jaz mislim, da je okoli 20. Ampak kar malo stari. Ja. Avtocestna hitrost, ampak ta prilagojena. Ja, ampak zato je motor, kar malo više. zato je motor komplet na nov narejen. Od navitja, ki je podoben Hyundaiovemu s pravokotnimi vodniki, do novega, ne, vsi tisti, ki tudi sem pa tja slišimo, da električni avto nima olja, ne. Nov motor ima olje, predvsem za hlajenje rotorja, pa čisto na nov postavljene zobnike, izboljšan sistem, glih v tem sredinskem delovanju motorja, ki ga rabiš za na avtocesto, ne. Edino, kar me je pa razočaralo, zato ker nemški karavan je nemški karavan, ne glede na to, kater energent poganja kolesa, je pa trenutno vlečna moč, ne. Ker imaš super izdelano vse za vleč pri kolcu, ampak trenutna vlečna moč je tono 200, ne. Ampak so rekli, da delajo na tem, da bi bilo malo več, ne. Obljubili so, da bo končna vlečna moč tam med tono 600 pa tono 800, kar je pa že okej, ne. Lahko povem, kaj je mene razočaralo, pa sploh še nisem vozil teh avtov. Jaz zdaj toliko vem, kaj boš povedal. No, daj povej. Ja, to, da je ID7 Tourer, Passat je pa variant. Ja, navajeni smo pa na karavane, ne? Navajeni smo na variant. Ja. Pač nekdo se je spomnil v marketingu delko, kaj pa če bi bil ta zdaj Tourer, pa tako, zakaj se imamo že variant ime? Tako, ne, pa dajmo malo začeti s Tourer. Tako, pa, če variant je pojem za karavana. Nekje pa morajo zakomplicirati. Ampak zakaj? Ja, bomo naslednjič. To je uno, kako gledaš v zveju, tako uveljavljeno. Kaj manjka variantu? A veš, kdaj že variant obstaja pri VW-ju? Ne vem, ampak je sinonim za karavana. Od leta 1963 uporabljate že variant. Bereš tamle iz spletne strani Motorevija. Ja, vse je okej. Vse okej. Se hecam. Ne biti žalosten. In ID7 variant se sliši čisto lepo. A veš. No, dobro, pustimo zdaj to. Okay. Tudi to bojo spremenili tako, kot tipke na volanu. Boš videl? Itak bojo si rekli, ID7 karavana, veš. ID7 karavana. Pa vemo, da karavani od ene druge znamke, ne. Ja. Ok, kva dogaja? Kaj zdaj? Ja. Smo se zbudili. A ste bili viki?
Brez mene? Ja, mi trije smo bili skupaj atmosferci na eni poti, bomo to predelali. Ajde, dej. Dajmo. Stari, mi se vrtimo že prve 40 minut samo okrog elektrike, ne? Tako ali pa drugače. Ni, vse smo imeli plug-in hibrid, pa vidva sta dizla vozila. Ja, Pa zdaj gremo še na enega plugina. še na enega plugina, dajte še zdržati, pa bomo pa še kaj drugih. Brke popraskam. Ej, zdržite, če ste Štromarje? štromare, ker vam jaz obljubam tako goro dizelskega navora. Ajde, zdaj pa govor. Se res. Šli smo tudi v Francijo, v Marseille, kako že rečeš tire? Marseille. Ne, po Dolensko, jaz smo bili v Marseille. Marseille. No, Toyota je rekel, če gremo pelat CHR-ja, ampak ker smo že navadnega pelali, so rekli, če gremo pelat plugina, to se pravi preključenega hibrida, ker je v bistvu ena vrsta nadgradnja, ki jo na cesti ne boste tako na hitro spoznali, ker se običajno se plugini malo razlikujejo, tukaj pa so značke tiste, pa mogoče kakšna feltna, pa niti to. Ne, pač pokrov za... Sam pokrov, Dodaten pokrov za vtičenco, ne? Enega na levi, enega na desni, drugače pa koliko je kapaciteta baterije, mislim, 13,6 kWh. A boste še videli, kaj je povedala? Ja, po VLTP-ju je to 66 km električnega dosega. Ampak, zdaj mi smo se res v lepem vremenu vozili, pa cesta je bila lušna, pa smo bili blizu tej številki. Pa nič nismo pazili, pelali smo se, pa še požežili smo kakšno novinko. Jaz bi rekel, a veš, ne moreš takoj videti, koliko je, zaradi tega, ker on itak sam preračunava glede na vnešene podatke v navigacijo, ampak jaz bi rekel, da smo vsaj 50 km zihar naredili na elektriko. Ja, smo naredili. Pa na koncu smo se pripeljali nazaj po celem dnevu tesnih voženj, koliko sporabo 3,5, ne? Ker sem jih skombiniral. Ne. Na koncu na letališču je bilo nekaj čez 4, ampak smo udarali skoraj 300 km, tako da smo tistih 100 km skupaj z elektriko, tam smo imeli neki okrog 3,2, Ja, 3,3. samo od zadnjega, od kosila do letališča, ki je bil tudi kar dolg krog, smo se vozili kot z navadnim hibridnim CHR-om. Ja, se pravi, na koncu je bila poraba nekaj čez 4,4 se mi zdi, predtem pa okrog 3,5. No. Se pravi, če si dosleden pri polnjenju, pa če delaš 100 km vožnje vsak dan, se boš držal nekje na 3 litrih porabe, no? Rečemo to tako. Až kaj pa jaz nisem vprašal, a pa mogoče vidva vesta, a bo plugin tudi na voljo s paketom GR Line, a kako se imenuje? A veš, kaj navaden je? To pa nismo vprašali. Veš. Ok, bom poklical. Po mojem, 3 ste bili, pa 3 ste bili. Ne, pa še nekaj, jaz sem tudi napisal to že na Motorvi, ne? A veš, kaj je bilo fajn? Ali je zgodiš? Ja. Fajn je bilo to, ker mi res nismo gledali na baterijo. Ja. Pozabila sta eno funkcijo omeniti, ker sem jaz rekel, ajde, tu si tako pravijo, ampak tukaj se je pa skazalo za res, ne? Kako že je geolokacijsko. Da smo vnesli v navigacijo, pa da je on preračunaval. Ampak Ciril, ki se je tam po nacionalnem parku, veš, kako se je vozil. Stari, sem se lepo pelil. Kada ga jeleni lovijo. Ne, eno kombinacijo sem sam, ker sem... Krasno si tisto odpelil. To je vse. Sem pa tja si se zalotaval v... Stari, v ovinke. Ne, ampak, ko smo volan zamenjali, ne, jaz sem pol rad upozoren, ko smo v center Marseilla prišli. Marseille. In smo se res na elektriko vozili. Ampak prej noben ni naštevc pogledal, da bi rekel, zdaj bomo pa mi nekaj pazili, pa Eva mod, pa ne. On pač nastavljeno smo imeli navigacijo in je prišparil štrom. On ga je enkrat vmes vrgel na hybrid mod, zato ker je vedel, da mi rabimo še saj 13 km električne fure. In ko smo tam prišli v cono 30-40, smo se vozili skozi na elektriko, čez cel mest. Ja, v bistvu nas je opozoril, da smo v EV coni, ne? Ja. In je preklopil na štrom in ne. Dobro, se nekaj moramo razjasniti, ne, da kjerkoli plugin, kam uporabiš elektriko, to ne pomeni, da je konc. Ne. Ja, valjda. Še vedno se pol pele. Ti lahko nafilaš baterijo do konca, ne? Absolutno, ne. Boš imel valjda malo višjo porabo, ampak če porabiš elektriko za take cone, je pač, se bo avto sam znajdel, če imaš v navigaciji. Pametna ta Toyota. Ja, pa še nekaj je pri teh plug-in hibridih, ne? Ti imaš noter skrit električni avto, dobesedno, ne? Veš, in tu je, mene če vprašaš, plug-in hibrid je v bistvu najbolj primeren avto za tistega, ki nima doma vedno na voljo svoje proste vtičnice. Se pravi, ti s tako baterijo 13,6 kW s tem polnilnikom, ki je, pa tudi ni najbolj zmogljiv. Ne? Opcijsko je 7 kW. Ja, drugače v press listih ima napisano 6,6. No? Ampak dobro.
Hočem ti reči to, da dejansko, če ti prideš na javno polnilnico, dejansko avto v eni uri boš dofilil tukaj, da boš imel tiste dnevne kilometre nazaj. Ne? 1 ura je pa tudi postank za špecerijo, malo večji, ne? En sestank, nekaj tacga, pa predvsem ne rabiš biti nič obremenjen. Pač nafilaš tam, ki je prosta vtičnica, večkrat, ko boš to naredil, nižja bo poraba, pa tudi, če soš pa vozil kot s hibridom, saj pri Toyoti je tako, pa si pa povedal porabo. Ne? Mislim, se čist ena taka računica. Ti z navadnim avtom, če porabi 5 litrov, se pravi, rabiš koliko denarja za 5 litrov? 8-9 evrov. Ja. Okay. Za 13 kWh pa ti rabiš 2 evra? Nekaj takega? Odvisen, kdaj pa kje. Ne? Odvisno, kdaj to... ampak okay. manj, če filaš doma, je to manj kot 2 evra. Ja, ampak zdaj, če se sam še mečkam vrnemo nazaj, kakšen preskok je pa pravzaprav Volkswagen naredil s tema 2 novima avtomobiloma, ne? Ker oni imajo pa 11 kW polnjenje na navadni polnilnici ali pa vtičnici, kakor pa 50 kW na DC-ju. Na DC-ju, ne? Kar pomeni, da če mi govorimo zdaj o 1 uri, ne, tam v pol ure, preko pol ure nafilaš, ne? Kar se mi zdi zelo velik dosežek za priključnega hibrida, ker moramo vedeti, da te stvari stanejo. Ne? Da to, kar mi rečemo, zakaj se tako počasi fila, ne? Te stvari stanejo. Ampak meni je tle najbolj pomembno, da ne strašimo folka s temi vtičnicami pa polnilnicami. Ne? Dovolj je ena šuka vtičnica, domača, in avto se ti bo čez noč z lahkoto nafilu. Se pravi, ne rabiš zdaj razmišljati, da doma rabiš neke polnilnice, DC-je, AC-je, ne vem kaj. No, avto vklopiš v štrom, kakor bi telefon pač dal na polnilec. Nekako se bomo mogli navaditi. Tu sem hotel glih reči, pa dobro, da si izpostavil. Ne? Zadnjič mi je, takoj ko sem objavil CHR, pa spustil link na Facebook, je eden od strokovnjakov takoj komentiral, 6,6 kW, to pomeni, če je enofazno polnjenje, tudi na domači polnilnici sem 3,8 kW, ampak mi imamo 13,6 kW Ja, se to govorim. Se pravi, če avto pripeleš zvečer z 0%, pa nikoli ni 0%, ne, boš imel čez noč polno. Ne. In jaz ne vem, zakaj je zdaj to neuporabno. Ker ti dejansko pač ne rabiš nič drugega kot kabel pa šuko vtičnico. Za baterijo je še boljš, da je počasno polnjenje. A še kaj tazga za povedati o CHR-u? Drugače meni je luškan avto. Mislim, jaz sem ga vozil predtem samo pred našim izborom za slovenski avto leta. Zdaj ga imamo sicer na testu, pa si bom zaželel en krog, ampak drugače meni je bil prav fajn avto. Pa ti si celo zadnji sedel, ne? Jaz sem celo zadnji sedel in moram povedati, da zato sem se pa hotel od zadnji usesti, da vidim, če se lahko usedem, in sem z lahkoto sedel in se mi je zdel manj utesnen kot predhodnik. Ne? Ja. Še vedno, mislim, je treba priznati, da ta oblika terja davek. Mal je tankovski. Ampak je pa čisto boljši. 30% boljši. Mislim, pa meni dobro zgleda. Z boka, ki ga pogledaš, je taka huda linija. Pa zadnja generacija je imela tudi malo, mislim, seveda to je bilo v službi atraktivnega dizajna, je imela ono kljuko malo ponesrečeno, ki je očošak skrito notrne. Pa je to tudi pola, veš, je kakšne mulčke to motil, ki so hoteli si odpreti vrata, pa jim je bilo tečen tisto rokico dvigati, pa to zdaj je klasična kljuka. Mogoče samo ena stvar, ki me pa moti pri CHR-ju, to je pa res, da klasične kljuke, ki so potopne, oziroma da ti speleš in se kljuka zapre, se kar strašiš. Ful udari in pol moraš še ne parkrat speljati, da veš, da nisi butno količek ali nekaj. Pa še ena stvar, tok, da bo folk vedel, no, čist glede tega, da povemo to informacijo. Prtljažnik je malo manjši, kot pri navadnem hibridnem. 310 tokrat, ne? Ta je 310 litrski, pa mislim, da je koliko 40 litrov več nekaj tazga. 45. Za en srednje velik pohodniški ruzak placa manj. No. Pa za eno gajbo. Ampak bomo... Plus kabli še v prtljažniku. Ne, bomo pa fotko, ker mi smo ga kar dobro nafirali. Tri kabinske kovčke, pa una moja ta velika torba, pa je šlo not. Ja. Pač vedno je treba te litre dati v kontekst. Pa še nekaj sem razmišljal jaz. Ne. V bistvu je to plug-in hibrid, ki je cenejši od Priusa. Plug-in hibrida po resnici je prostornejši, ne. Mislim, v kabini ni prostornejši, ampak v prtljažniku je pa kar... Ima pa Prius en svoj šmek. Ja, pač... Dobar, vse o tem bomo v naslednjem podcastu, ker imamo itak oba na testu, pa bomo malo primerjali. V glavnem v akciji je zdaj po 40 urju,
Ko je bilo včasih fajn, ko si še kaj subvencije dobil na plugine, ne? Koliko je bilo 4,5 celo? Na začetku je bilo 3,5? 4,5 je bilo. A je bilo 4,5? Ja. Un je bil 7, ta 4,5, ja. Pa je bilo vmes, je bilo Jurija pa pol, samo ne. Ja. Zdaj pa Šipak. Zdaj pa 0, ne. No, Ni prav. Je pa še vedno dober ekokredit, ne. Tis, ki resno razmišlja o takem avtomobilu. To ti pa dajo. Ja. Je pa ekokredit, ki ima pribitek banke oziroma obrestno mero manjšo kot stanovanjski kredit. Pejte na ekosklad pa poglejte. Meni se zehal teh hibridov stari. Atmo zaključati. Zaključimo, s čim? Jaz sem še testiral še enega hibrida, sam dajmo malo presekati. Ne, pa čakaj, pa ta je še ena. Ne, dajmo še zaključiti predstavitve, pa se bomo pa vrgali na tesne avte, ampak... Kaj imamo še? Nač, Saško nas je nažgal 100 na uro. Kjer je najmočnejši serijski avto? A sploh? Ja, tako. Čakaj, za Chiron je serijski ali to ni? Koliko pa ima konjev? 1000. Čakaj, ok, Nevera ima 2 Jurija. Ja. Se pravi... Dobro, a zdaj govorimo normalen serijski avto ali? Sem serijski avto. Električen ali... Vse, ampak hočem reči, Čisto možno, da sem vozil najmočnejši serijski avto, Nevera, ne? Ok, možno, da so zdaj kakšni te Bugatti, pa ne vem, kaj imajo. Nima več, kaj Nevera, ja. Ok, ampak vozil sem pa tudi najmočnejši serijski tovornjak, človek. Presenetil si me, zdaj pozabil sem že. Meni se zdi, da podatek navora, da je več navora kot v vojaški Patriji. Koliko ima Patrija? Meni se zdi, da 2100. Stari pa zlako. Tam ima skoraj enkrat več. 3,800 ur. Res, kaj? 3,800 ur navora. Dej povej, kako si se znajdel, ker vem, da si šel na predstavitev v Göteborg, si bil tako mal, kva me je stet pa tovornjak, pa nisem dam doma, pa... Ne, mislim, prvo je sploh izpita nimam, ne. Vem, ja. Sej sem ga že vozil, ampak tako po parkingu, ne. Ja. Sem probal pač, ker sem itak bil ferbec, kako se sploh tovornjak vozi, ne. In pol je prišel v bil, sem rekel, jaz izpita nimam, ko sem rekel, lej, ni paniki, mi imamo pač le poligon. Sicer zgleda totalno ležitka cesta, pač, ker si znotraj Volvo centra in tam je tovarna, tam so testni centri, tam je varnostni centri. Skratka, tako, imaš normalno cesto pa promet, se pravi, pridejo not v tovarna, tovornjaki, avti, tako, totalno vse. So tako trobali? Ne, ker sem bil čist pride. No, skratka. Jaz sem ti bil pa malo fauš. Ja, sej vem, da si mi tudi pisal vmes. Ne, šli smo, skratka, bil sem povabljen voziti novo linijo Volvo Trucks tovornjakov FH. Ta linija zajema, se pravi, vse od električnih do najmočnejšega tega FH D16. Zdaj moram biti, veš, zdaj moram te podatke nekje najti, ker to mi ni tako naravno, kot kar praviti, da izstrelim. Veš kaj, D16 je to v bistvu legendarna oznaka, čeprav ima zdaj, pazi zdaj te podatke. Zdaj imaš oznako D17, to je nov motor, to je ta najmočnejši motor. Se pravi, 17 pomeni 17 litrov, ampak ker je D16 taka legendarna oznaka za motor, so oni rekli, ne, mi ne bomo zdaj poimenovali tega D17, ampak ostaja D16. Ne? Da nehi. A veš, in zdaj se vrnemo nazaj na Passata. Se pravi, imaš legendarno oznako, pa jo uporabiš. Pa jo uporabiš, razumeš? Pa kaj je 16 litrov, kaj? 17 litrov. 17 litrov. 17 litrov ima, ta nov ima 17 litrov. Koliko je to konjev, stari? To je 780 konjev. Pa V8 je. Preverim. 780 pa V8 je ne. Ni V. Je vrstni? Ne, to ima pa konkurenca, veš. Saj sem vedel. Koliko taka zverina porab? Koliko porab taka zverina? Pejt na Google pa vtipi, koliko poraba. Kada je poraba? Ne, ampak ok, poraba je zelo pomembna. Poraba je pri tovornjakih zelo pomembna. In to ti hočem povedati, ta njihova aerolinija, ne? Se pravi, od 2019 je prišla sprememba nekih zakonov, ki dovoljuje neko drugačno dolžino kabine in Volvo je to izkoristil v svoj prid in so v bistvu totalno prilagodili aerodinamiko te kabine in v bistvu so dosegali, da so njihovi tovornjaki najbolj aerodinamično učinkoviti. Se pravi, oni so zdaj, ta aerolinija je 5% bolj učinkovita kot prej. Kaj je 5%? A veš kaj je 5%? Zdaj pa ti vzam 1 milijon kilometrov. 1 milijon kilometrov pa 5%. Kaj s tovornjakom tako narediš, pa vzam 5%, pa koliko je to 1000 kilometrov goriva prešparano. Je bil ta motor prerezan.
Ni bil prerezan, je pa bil tam. Je pa, a ja, razstavljen. to po In moje- zdaj je tle slika. Evo, veš, to je, Ja. to je motor. En val. Ja. Je tukaj prostora, da bi ti lahko not naredil za gizmota pesjaka. Če dobro, da Jure ni šel na to predstavitev, ki je bil še zdaj tam. Ja. Ne, sploh ga ne bi, Zdaj pa prišel. ne bi ga mogel ven dobiti. Že jaz sem bil tako navdušen. Zaradi tega, ker nisem imel izpita, ker ga nimam, so mi dali pač inštruktorja, ker sva šla od najmanjšega do največjega in mi je vse razložil in je zraven sedel, mi je pokazal vse, pa je pa videl, da obvladam zadevo in je na koncu sam rekel, lej, pel se. Ne? In sem rešil, čak ti imaš izpit? Jaz imam izpit, ja. Svaka čast. Sebe, Ampak tako, drugače, feeling pelat tak tovornjak, jaz sem pričakoval, da bo to, da bom švical, da bom cel prešvican, da bom imel ne vem koliko zadelati. Dejansko je pa tako, da tam not v kabini je eno tako zelo spa zen okolje. Tako. Vse je lepo, mehko, zatesnen, zvočno, tako položaj za volanom, tak vrhunski pregled imaš, vse je res mirno, vse dokler ne pogledaš v špegle. Ker pa pogledaš v špegle, pa vidiš, da za sabo voza še 20 metrov prekolce. Kakšnih 20, ti smo še več. Dobro, jaz sem imel pol še Ti si več. imel skandinavski tandem, ki je dovoljen samo v Skandinaviji. No, to smo pa pol za na konc, smo pa imeli tega Tavelskega FH-ja z XXL kabino. On je imel pa preklopljen gor dvojno prekolco. Tisto 36 metrov. Ti se 34 metrov, pa pol je cela kompozicija. Pa ni bila, pazi, ni bila samo prekolca, je bila naložena prekolca. Ja, se kdo pa voz prazno? Ja, ne vem, ko se vračaš s fure nazaj. Nikoli ni Ja, prazno. redko Ta kdaj, kamion redko nikoli kdaj, ni prazen. redko kdaj je ta kamion. No, stari 34 metrov pa pol dolgo kompozicijo sem vozil. Ker si ti posnel prizor, ki si nazaj v špegu pogledal, Ja. in ti si bil že 30 metrov z križišča, tam si pa še v pletu zadnji s prekolcem. Cela večnost. Nor občutek je, kad ti delaš, jaz sem tam delal en jutr, ne? Ja. Se pravi, pol krožno sem obračal in sem si valjda vzel dosti placa, ampak še zmer, ko ti pogledaš čez levo špego, mislim, čez levo okno, vidiš svojo rit, ki te še zmer prehiteva. V štric tabo je tvoja rit. A si v špegu pogledal? Sebe, A si v špegu gledal, kar sem zdaj gledal? seveda sem. A niso kamero? No ja, mislim, Daj povej. ja no, hotel sem, ja, v teh 5% je 1% te aerodinamične učinkovitosti prispevajo digitalni špegli. Ne? In kako se vidi? Vidi se zelo dobro. Jaz vem, da kakšni taki zapreseženi tovornjaki rebijo to bitko, da morajo biti klasičen špegel. Ne? In jaz ne bom nobenemu pametoval, da se zdaj v teh boljš vidi ali kakorkoli. Ampak jaz nisem imel, kot totalen ruki, nisem imel nobenih težav voziti s temi špegli. Pa ti še enkrat, prvič sem vozil 34-metrsko kompozicijo, pa sem zelo dobro videl. Vsi koti so mi bili dobri. So rekli, da se po noč celo boljš vidi, ker je manj bleščanja. Noč pa absolutno, ja. In pa tudi, če ti sonce od zadaj blešči, tudi to zna softversko izničiti. Ne? In baje, da so zelo dobri, predvsem pa, da so pač učinkoviti, 1%, zdaj pa spet nared. Ja, valjda, ja. A veš, ta Na izračun, milijon, ta procent, kdaj ti dobiš noter že, ne vem, če dokupaš te špegle, pa stanejo par jurjev, lej, kot tovornjakar to hitro noter dobiš. Veš kaj, jaz sem se tudi pogovarjal s tovornjakarji. Ne? Veš kaj je razlika, velika razlika med temi špegli v tovornjaku pa kamera špegli v avtih. Se pravi, naravna ergonomija. Ta špegel je velik, pa postavljen v višino pravih špeglov, zato ker kabina tovornjaka to omogoča. Ne? Jaz sem videl pri avtih, kaj me je najbolj zmotilo. Ne sem tu, da na kamero bi se navadil, ker glih zaradi teh vremenskih vplivov, nočne vožnje itd. Ampak ti avtomatsko Na kamera položaj je... ekrana se ne bi navadil. Ja, na položaj ekrana. Kad ti pogledaš ven, čez okno pogledaš v kamero, špegu je pa malo prenisko ali pa malo previsoko. Ni naravna. Ne? V kamionu je pa to dvigeno Ja. in podobna površina je. Pa veš kaj, tudi ti imaš v avtu, a veš, ti si bolj okreten, ne? In imaš več teh nekih gibanj, da ti iščeš neke kote, pa tako, ne? In tudi v špeglih iščeš te neke kote, ne? Ti v tovornjaku 90% cajta ti voziš naravnost in samo ali gledaš levo, desno v špegu, ne? In ta gibanja so bolj naravna v tovornjaku, kot v avtu, ki skozi neki z glavo Je pleče. bil kakšen star kamion že, on, ki še z medgasom šal. Ne, to so Švedi, to so urejene bradice, to so gospodje z, a veš, lepo zrihtani, to niso v klompah, tovornjakarji. Zakaj, a to si vprašal?
zakaj v Evropi flat kabina, v ZDA imamo pa še vedno njuškalo. Njuškalo? Ama, njuškalo tudi. Ja. Ne, v Ameriki nimaš njuškala. Se pravi, v Ameriki imajo pač, tam ni zakonov, ki bi omejevala dolžino kabine. Ne? In oni v bistvu to izkoriščajo tako, da motor porinejo totalno naprej, pa imajo od zadaj res dolge kabine, to so garsonjere. A veš, Američani, pa oni so res več na cesti, oziroma imajo te poti daljše. In oni res, ko enkrat štartajo na pot, so na poti, ne vem, pa tudi prostornejše mesec, ceste imajo. Absolutno. Ne? In oni pač to izrabljajo, ampak enostavno v Evropi imamo drugačne zakonodaje in so te kabine tako po gabaritih omejene na to, kar imamo. Ne? Ej, ja. Pa kakšne zgodbe mora biti v teh tovornjakih, ki se pa podajajo v svet? Ne? Ja, noro. Ja. Ne veš, kaj sem se zdaj spomnil, ko sem jaz lih približno isti cajt, ko si ti se domov pripelil, sem jaz eno staro gospo, a pa starejšo gospo, sem ujel na eni bencinski črpalki na Teliški. Eno starejšo gospo sem ujel. No, je suvereno natankala svoj tovornjak in se usedla in odpeljala in jaz sem ta klip, sem si ga drznil objaviti. In je na Facebooku zdaj že šel zunaj naših meja, pa zdaj smo na 270-280 tisoč ogledih. Ta gospa spodaj se je tudi zahvalila za prijazne komentarje, pa to jaz moram priznati, da sem jo povabil, če bi mogoče hotela prijeti na kakšen pogovor, ker pravijo tisti, ki komentirajo, da ima hudo zgodbo, da je vozila že vse povsod. In me je gospa zavrnila. A res? Da sem rekel, če si premisli, da bi se mogoče želel z njo dobiti pa pogovoriti, če bi mogoče bila pripravljena svojo zgodbo pa dogodivščine deliti v podcastu, ampak zaenkrat imam odločni ne. No, ampak vse to ne pomeni, vse to, kar ti govoriš, je vrhunsko izhodišče za kakšnega res izkušenega tovornjakarja, ki ima kaj zapovedati. Absolutno. Priče. Ker jaz sem dobil neverjeten odziv na to vsebino, pač, ki sem jo objavil, in to mi sam pove, da moramo obdelati ta segment. Pač dajmo obdelati transport z enim tako totalno hudim človekom, ki se spozna na to in verjamem, da bo top vsebina. Predlagajte enega, ki ima dolg pa bogat dnevnik iz kabine. Ja. Pa ki je začel voziti na klasičnih tahografih, ne elektronskih. Drugače, vozil sem tudi električnega, veš, če gremo zdaj spet nazaj na elektriko. Mi ne moramo stran te elektrike. Na vse, kar povej. No, ampak spet ne bom pometoval, ampak jaz sem se dobro počutil, pač tako. Tiši je, dobro se vozi na voram, stari, veš, kokne. Mogo biti spraviti v kabino kamiona, ki sem jaz delal izpit na njemu. A si mogel Medžuga zdaj? Pa še kaj drugega. Pa da vidimo, koliko boš hvalil. Ko vidim, da si ful navdušen, koliko je super, koliko je tiho, koliko je vse. Ampak večina teh kamionov, ki se pri nas vozijo, jaz sem mogel merkati vsakeč, ko sem dal prvo, da nisem šel nazaj na mest naprej. Bomo najdali. Tudi fajn je bilo včasih, kar se varnosti tiče, zdaj te velike ekrane, pa tu, ko imajo kamionari. Včasih tudi star kamion, če je špeh rezal na volanu, je skozi na cesto gledal. A veš kaj pa minus digitalnih špeglov? Ne moreš se obriti v njih. Ja, to pa je res. Pa veste, da so bile porno revije velikost delane zato, da so sedle v tovornjakarski volan noter. Zakaj me ne čudi, da si ti dal ta podatek? Mene tudi ne. Jaz sam povem. Ne bom zdaj v imenih, ampak A vidiš, jaz, koliko sem si zapisal, pa koliko podatkov sem dal, a veš, pa procenti, učinkovitost, poraba, model pa vrže ven podatek. Zdaj so si rekli, kamionari, mulca kave. Zna. A veš, meni reče, papučar je prvič vozil kamion, ne? Pa ta uleti z vročim kajem iz leta 73. Ne, vroči kaj, vroči vikend je bil. A veš, še to. Vroči kaj. Ta je bil manjši, kaj je bil prej. Vsi kamionari tam med letnikom, ki so ših delali, pa so proti Štajerski vozili, pa nazaj med letom 87, pa tam do 96 so poznali enega mulca iz Lukovce, ki je na Petrolu čakal. Rabljene vroče vikende. Pehto. A ima to format za volan? Pa je dubil nazaj z limanimi strani. Ja, je šel v šolsko torbo, je šel noter skrit. A to bile z limane strani? Ja, uno so primer. Kako me to ne preseneča, kaj si ti? Ok, smo s predstavitvom upravljeni.
Ne vem, a smo. Ne vem, jaz imam. Ne vem, imamo- Prvi, ki bo naredil, Ne, nismo, stari, vem, da Kaj? nismo. Seba, pa daj, spomnim se, bil si na Audiju si bil. Pa Pupa. na polnilnicah. Bravo. A vidiš? Ja. Prav. Ja, Daj povej, kaj si doživel, no? viš kaj, zdaj se spet vračamo k elektriki. Ja. Ampak sej, imamo še eno slovensko električno zadevo, ki moramo tudi povedati. Ampak ja, lej, bil sem v Frankfurtu, takoj iz Ženeve sem šel v Frankfurt in sicer Audi odprl Hub. en tak Audi Charging Hub, se mu reče, ja, se pravi, lahko rečemo po vzoru približen, tako kot ima Tesla svoje polnilnice. Aha. Oni delajo tudi ene take hube, njihove polnilnice, s tem, da mogoče to jim malo zameram, tle v Frankfurtu, pa vemo, koliko ima Frankfurt prebivalcev, je ta polnilnica, ima 4 polnilna mesta. Ne? No, dobro, ampak to je njihov v bistvu neka vizija, kako bi želeli imeti po celi Evropi, v bistvu, kako naj bi izgledale njihove polnilnice. Ja, zdaj plan ni, da jih bojo naredili na tisoče, tako kot jih Tesla dela, ne? Ampak plan pa je, oziroma želijo, da bi vsako za začetek vsako njihovo večje mesto, ki mislim, da jih imajo tudi v Švici narejene, da bi vsako večje mesto postavili vsaj eno tako zadevo. Bolj je fascinanten to, da kako so se lotili oni tega Uporabniških izkušenj. Ja, prvič, če hočemo, polnilnica dovoljuje v idealnih pogojih, mislim, da 360 kW polnjene, kar pomeni, da zdaj, če preračunamo, če bi bile 4 take polnilnice, ne, sicer, če so vse 4 zasedene, ni te hitrosti polnjena, pa moči, ampak vse, ne, zdaj, tako čez prst, če je to 600 kW skupne moči, bi verjetno zdaj nekdo, ki zna pa, ki ve izračunati, rekel, to se pa rab ful velika dohodna moč, ne. No, tlej so se elegantno lotili tega. Prvič, dohodna moč je relativno majhna, mislim, da je okrog 70 kW nekaj tazga rabijo, zato ker so v to Audiovo polnilnico vkomponirali njihove stare baterije iz električnih avtov, ali testnih, ali kakršnih koli, ki so jih dobili nazaj, in so postavili kar neke bokse teh baterij. Se pravi, Hranilnik. In ta relativno majhen tok nenehno prihaja, polne te baterije, in ko pride avtomobili na polnilnico, gre elektrika tudi iz teh baterij. Povrh so daljše sončne celice, ki prenesejo nekih 10 kW. To pomeni, če so dali sončne celice, da ima tudi polnilnica streho, ne? Absolutno, ima streho. Kar je pa meni najbolj fascinantno, je pa to, da je pa polnilnica primerna ali pa prijazna do invalidov. Ker se zaslon, ki tipkaš, se spusti, sem videl. Ne? Ja, ne samo to, ampak jaz, ko sem prišel tja, pravzaprav jaz sem prišel pred otvoritvijo tja in je imel Audi pač parkirane gor svoje avtomobile in je bilo 8 avtomobilov gor parkiranih. Se pravi, polnilnih mest so pa 4. Ne? Kar pomeni, da ko ti daš en avto gor, je okrog toliko prostora, da bi lahko stlačil še en avto zraven, ampak oni so to namensko naredili, to pa zato, da oni ti prideš, polniš en avto in lahko okrog in okrog se z vozičkom pripeljaš. Ker zdaj, če pomislimo pri nas, si sploh ne znam predstavljati, kako bi lahko invalid priklopil en električen avto, recimo na eni hitri polnilnici, ki ima 3 kable, pa je recimo že kakšen avto priklopljen, se ne prideš zraven. Ne. Tako da, to se mi zdi zelo v redu, s tem, da ja, tako kot je Ciril rekel, je en tak velik zaslon, kjer operiraš s to polnilnico, potem je pa tako nižji dol en gumba, ki ga stisneš in se ta zaslon spusti dol, tako da absolutno invalidom prijazna polnilnica. In, meni je bila najbolj fajn pogrutavščina, ker imaš v bistvu kabel za polnjenje visi nad tabo na uni roki, kakor je v avtopralnici Strajfix. Se pravi, veš, se ti vrti kabel okrog in okrog avta, ne rabiš drgati s kablom po avtu in tako naprej. Ja, to pokriješ, ne glede na to, kje je polnilnica. To samo pomeni, da ti se dejansko pripeljaš pod to streho, lahko z nosom naprej rikvarsko, kar hočeš, kabel gre okrog in okrog, priklopaš brez problemov, tako da super. No, to je bil en del. Takrat istočasno sem pelil še prenovljenega Q4 e-trona.
Mačkam so ga prenovili, oblikovno, malo so mu dodali par elementov, s katerimi pa malo softverskih izboljšav, tako da ima par kilometrov daljši range, tako da avto je super, seveda za tistega, ki se vidi v njem, tako da to je to. Ampak bila je medtem, ko ste se vi potepali po Franciji, je bila v Sloveniji še ena predstavitev. Električen avto. Ja, to ste pa vsi pobegnali. Ne? Ja, Hyundai je predstavil novo Kono. Novo Kono, nova od zunaj, noter. Moram reči, da zelo všečen avto. Pa zelo všečna cena. Ja, Akcija zdaj. Ja, od kaj danes? Danes 11. Ja, od danes. Od danes naprej je Hyundai Kona, ki je sicer redna cena, mislim, da nekih dobrih 40,000 evrov, je cenejša za okrog 8,000 evrov. A ne, 8,5 celo. 8,5, ampak važno je to, da pride pod 35,000 evrov prodajna cena, ujameš še subvencijo, kar pomeni, da ti lahko dobiš avto za 28,5 je pa avto res precej izboljšan. Precej večji, na voljo 2 bateriji. Tako da jaz mislim, da če kdo razmišlja o električnem avtu, je to zagotovo ena dobra alternativa ali pa možnost. Kaj? Da imamo skozi elektriki. A če imamo kakšno v prijemu? Stari, zdaj sem že pozabil, ko sem ti prej hotel povedati. Lahko jaz povem, zakaj se gre. Zakaj gre? Volan, ta rumen. Kako čem zdaj to povedati? Jaz s Continentalom sodelujem že 7 let. Smo se pa tudi mi atmosferci dogovorili za ene vrste sodelovanja, ampak tako, daj mi sekundo, da razložim. Sodelovanja so lahko različnih oblik, nam je najbolj všeč, če lahko sodelovanje izkoristimo, da povemo ali kaj zanimivega. Kaj koristnega, nekaj, ki ni, bom rekel, mrtva teža, ki bi vlekla podcast dol, pa da ni ena reklama, zdaj pa kupujte Conti, ki imajo dobre gume. Točno to, a veš, mi bi lahko zdaj rekli, okay, zdaj pa reklamna umestitev, pa poveš, koliko stane kakšna guma. Ne? Meni se zdi bistveno bolj smiselno, tako na vseh področjih, da če že govorimo o neki znamki, o nekem brendu, o nekem produktu, da dejansko povemo kakšno stvar, ki je zanimiva ali pa koristna, ali pa, to si ti me prej spomnil, jaz bi drugače čisto pozabil, da bomo skozi leto probali se streliti kakšen mit, ki je povezan z gumam. Ampak jaz bi drugače mite se strelil tudi še na kakšnih drugih področjih, ampak to se mi zdi dober začetek, da mogoče s Contijem začnemo, pa s čem drugim nadaljujemo. No? In ta del, ki ga bomo upeljali v podcaste, kjer bomo mi, pa mogoče še kakšnega drugega, bomo poimenovali, oziroma smo ga poimenovali Conti Corner. In si bomo vzeli kakšno minuto, 2, 3, v bistvu odvisno od tega, koliko bomo imeli zapovedati. Nimamo dolžine določene, kaj zanimivega. No, ampak če daš Juretu zdaj besedo, ne? Ta bo zdaj pol ure. Jaz zdaj že povem, da dajmo... Conti, dajte zdaj duplo plačati, ker tole zdaj, kar bo Jure povedal, bo... Koliko rabiš, pol ure? Ne vem, meni je predvsem pomembno to, kar je Ciril povedal. Ne? A veš, z gumami se ni zaigrati, ne? Vem, kaj piše tam? Kaj piše od spredaj na pločevinku? Ome prije. A si prav napisal? A si pomešal? Ja. Spet je. Od zadaj prav piše. On prije. Ja. Tako da on prije. Kaj moramo na začetku povedati? Ne? Kaj? To, kar vedno povemo. Ne? Avto na cesti držijo gume. Ja. Guma je prvi pa najpomembnejši varnostni element in edini stik s cesto. Ne? Lahko imaš ti najboljši. To je tak stik, ne? Ja. Na vseh 4 gumah neki tazga. Ja, malo manj. Ja. Odvisno, če katrca imaš za moje rokce. Ja. Pa če si v vinku po 3 kolesih. Tako. Ja. Ne? Vinko po 3 kolesih sem slišal. Ja. O vinko. Ja, no daj povej. Ampak predvsem je pomembno to, pač, da v neki povprečni dimenziji pneumatik razlika v ceni med najboljšimi pneumatikami pa povprečnimi, da ne rečem celo slabimi, je zanemrljiva iz tega vidika, kaj taka guma lahko reši. In to se mi zdi, da je najbolj pomembno sporočilo. Veste, da na AMZS vsako leto pripravimo tudi test pneumatik. Skupaj s partnerskimi klubi. Ali samo en hiter intermezzo, itak se vrnemo, ker to je bistvo tega, kar bomo danes govorili.
Jure, mogoče sam pojasnim malo več o ozadju, zato ker doskrat doreče, ti testi, to je vse plačan. Ne? A lahko razložiš, kako poteka testiranje, ker če jaz prav razumem, gre za vse te partnerske klube, EMTC, AMZS, kaj so še, ADAK, pa tako naprej, da gre v bistvu za, ne, a veš, da se gume kup tako, razlašno. V glavnem, test gum je izjemno drag test. Sploh zaradi tega, ker kle se res gume testirajo v, bom rekel, naravnem okolju. Ne? Tudi, naprimer, okoljsko komponento pa obrabo gum. Ne? Doskrat gumari, naprimer, obrabo delajo tako, da dajo na valček, pri nas je še vedno voz konvoj. Ne? In to je ogromno prevoženih kilometrih. Vse gume se kupijo na skrivaj. To je zelo pomemben podatek, že za en tak test nabaviti tako količino gum po celi Evropi. Sem ni tako, da reče na Continental ali pa na kakšno drugo znamko, mi bomo pa zdaj testirali vaše gume, ker veš, da bi oni pripravili eno tako zmes, ki je še enkolo štacuni najdu. Ne, lahko bi, lahko pa ne bi. Ne? No, seveda. Ampak tega se hočemo izogniti, zato je naloga že prva ta komponenta za en tak test kupiti gume po celi Evropi v prosti prodaji. Neki iz interneta, neki v trgovini, neki na bencinskih črpalkah. V glavnem na test pridejo gume take, s takim dizajnom, s takim profilom, kot jo kupi vsak od nas. Ne? Zakaj moramo tukaj sodelovati v Evropski klubi? Zato, ker je ta test enostavno predrag, da bi samo en klub to naredil. In mogoče je največja zmota ali pa ljudje, ki doskrat reče, AMZS to sem prepisuje, nič ne prepisujemo. Ne? Mi smo partneri. Mi smo partneri tega. Je pa res, da Jure Gregorčič kot novinar AMZS ali pa inštruktori varne vožnje AMZS niso testni vozniki za testiranje gum. Ker to je zelo majhen krog ljudi. Poprečno si predstavljate, sploh za X-faktor gume na asfaltu, na snegu in tako dalje, mora biti testni voznik imeti za sabo vsaj 6 let šolanja samo za testiranje gum. Da ti tudi opaziš te mikrorazlike. Ne? In tudi AMZS je redno udeležen na vseh sestankih, na vseh planih. Poskrbeli smo tudi, da je bila vedno zraven tudi Savina guma. Tako da tukaj smo zelo aktivno udeleženi. Je pa tudi, zakaj je pa to test, evropski test, sem pa povedal. In tu se letne gume se delajo na Contidromu, tam se uporablja njihove testne površine, ampak tukaj je tudi zelo en pomemben podatek. Ne? Naprimer, če na Contidrom pride testirati ena specializirana revija, je ponovadi vedno zraven nek Continentalov inženir, ki skrbi za umerjanje. Tukaj pa ne smejo biti. Tukaj ne smejo biti. Oziroma, tukaj je že tudi, da so ugotovili, da pač cel protokol tega testa je tukaj dodelan in tukaj izdelan, da pač ni nobenega od Continentalovih ljudi zraven. Ne? Pa tudi ne dela se sam na Contidromu, ne? Ampak dela se tudi v zunaj cesti, zimske se dela na Finskem. Ne? Tako da, to je test, ki je, jaz dam roko v ogenj za njega in tudi vem, da pač tukaj je to, dejansko se testira to, kar mi vozimo v avtomobilih. In katera guma je zmagala? Letos? V bistvu letos letne gume smo testirali v dimenziji 215-55 R17 v dveh hitrostnih razredih, se pravi V do 270 na uro, pa Y do 300 na uro. Pa tudi 215-55 R17 je zdaj že res razširjena letna pneumatika. Ne? Tudi prej, ko smo govorili o ceni, ne? Med 15 oziroma 16 pa 17, ko ni več taka cenovna razlika, ki je bila včasih. Ne? Je to drugače, kot če imaš gumo 19 ali pa 21 ali pa 22 col. Ne? In kar je meni najbolj všeč je, da nasplošno gre kakovost pneumatik navzgor. Mi na letošnjem testu nimamo več pneumatike, ki jo ne bi priporočali. So pa se je pa izkazalo, ne, da pač Conti je zdaj v naletu in pri letnih in pri zimskih. Pa pri celoletnih tudi, ne vem. Ja, pri celoletnih pridejo test. Mi smo zaenkrat vozili, smo naredili prve kilometre, kar se tiče zahtevnih razmer, se je tudi njihova celoletna guma izkazala za zelo dobro. Jaz sem jo vozil v podaljšani zimi
na eni od najvišjih evropskih cest pod Glocknerjem. Tam se je odrezalo fantastično. Me pa zanima, kako se bo odrezalo, ko bo odzun plus 60 stopinj asfalt. Ne? Ampak tu pripravljamo že evropski klubi tudi nov večji test celoletnih pneumatik. No, pa le, se lahko v enem konti kotičku lotimo tudi celoletne gume. Veš, pa malo razdelamo tudi to. Marsikdo, tudi jaz sem dobil ogromno sporočil, ljudje resno razmišljajo o tej gumi. Veš, eni naredijo zelo malo kilometrov na let in pač zakaj bi menil zimske letne gume, ne? Če je ta guma toliko dovolj dobra, da zadovolji pač njihove potrebe. Letošnja zima je ta primer. Ne? Veš, dejansko jaz sem se tudi s Continentalovimi inženirji pogovarjal na tej predstavitvi te gume. Ne? Veš, oni še vedno bodo delali zimsko gumo. Zato, ker za pravo zimo ni kompromisov. Je zimska pneumatika še vedno najboljša. Je pa res, da v naslednjih letih sploh, bom rekel, ta centralna Evropa oziroma naš jugovzhodna Evropa, v kateri del smo tudi mi, videli smo zdaj, ne? Jaz ne vem, koliko ste spremljali, ampak klej mogoče bi... No dobro, to se bomo, sem rekel, en kotiček bomo prav temu namenili. Lahko sem nekaj vprašal, Jureta. Ko smo že omenili, katera guma je najboljša pa to, a imamo kakšno res oprijemljivo številko, s katero bi lahko ljudem povedali, kaj je razlika pri dobri gumi, kaj je razlika pri povprečni gumi, ker vem, da imaš neki pa... Zdaj vam bom iz testa prebral, da bodo čisto eksaktni podatki. Test je seveda na voljo na Motorreviji, pa tudi prama za sejo poskrbimo, da ta test dobi večina slovenskih medijev. Zato, ker to ni ekskluzivna lastnina, bom rekel, AMZS-ja, ampak hočemo, ker je guma oziroma pneumatika tako pomembna zadeva, da se objavi v vseh medijih. Vi ste tako kot Volvo, ki ni hotel patentirati varnostnega pasu. Ja, pač nam se zdi to pomembno in tudi večini slovenskih medijev, tudi bom rekel hvala vsem slovenskim medijem, ker ta test tudi povzamejo in objavijo, ker to je res pomembno. No? Ampak pejmo mi na čisto konkretno številko. Ne? Še zmeraj mi nisi povedal, katera guma je zmagala. Je Continentalova guma, ne? Katera? Letna guma, čakaj, jaz temi, da bom ta pravo dikcijo imena povedal. Da ne bom... A ne Podolenska. Ne. Marseille. Continental Premium Contact 7. To je sicer guma, ki je že lani prišla ven, ampak se je šele letos uvrstila v test, pač, ker mi jo počakamo, da pride v trgovine. In isto je zdaj celoletno. Ok. Izpostavili smo v testu precejšnje razlike, kljub temu, da so bile ocene dobre. So precejšnje razlike in tudi urednik Motorrevije Blaž Poženel je to dobro pokazal in zapisal. Najbolj pa to ponazori razlika v zavorni razdalji na mokrem. Se pravi, govorimo test na mokri podlagi. Ne? Pri 80 na uro. Pri 80 na uro, ne? Se pravi, Continentalova guma, ki ti zabremzaš pri 80 na uro, že stoji na mestu, se pravi, zavorna pot, ki stisneš 80 do zaustavitve, se avto že ustavil, medtem ko se povprečna guma, ki je tudi na tem testu, ki je priporočena, poglejte si tabelo, ne bom zdaj v znamkah, se v tem trenutku, ko se avto na Continentalovih gumah že ustavil, se priporočena guma voz še vedno s 35 km na uro, 35 na uro, avto se pa zaustavil 6,6 metra dlje. Se pravi, če te na prehodu zbije avto, te zbije s 35 km na uro. To so že, veš, kakšne poškodbe. To je za enorenga avto dolžina. Ne, to si zdaj dal lep primer. Zaviranje v sili, razlika med povprečno gumo pa najboljšo gumo. In to na mokri cesti. Ne? Ob običajnih temperaturah, se pravi 6,6 metra. To je več kot še ena dolžina. Kar pomeni, če vidimo enega otroka, ki laufa čez cesto, ne? S Continentalom zabremzaš, ne? Vsako drugo gumo greš pa... Z dobro gumo. Z dobro gumo, ja. Sedaj, da ne bomo, mislim, imamo Monte Corner, ne? Mislim, da moramo apelirati, pa biti tako realni, da ne bo prvič vsak kupil Continental, ker je čist legit, da imaš ti pripadnike tudi drugih znamk, ker je čist legit, da tudi do drug še tudi naredi dobro gumo, ne?
ampak da je treba to počrtati tudi s tem, da ne se zanašati samo na to, kaj ti avto samo od sebe ponudi, da moraš biti za volanom zbran. Ne? Če ne, džabe, tep in vse druge stvari, če z refleksije nismo tam, kjer moramo biti. Mene dostakrat kdo vpraša, ne, in glih zaradi tega sem na začetku rekel, ta dimenzija ni več tako cenovno občutljiva. Se pravi, razlike v cenah med pneumatikami niso tako velike, da ne bi bil človek pripravljen investirati v najboljši. In mene, če kdaj kdo vpraša za test, jaz bi absolutno in tudi vedno to naredim. Za svoj avto vedno kupim ene od prvih 3 gum na tem testu. Iz čist preprostega razloga. Ne? Ker ti imaš lahko najboljši sistem ESP, najboljši ABS, najboljši radarski tempomat, če guma ne more ta zavorni učinek prenesti na podlago, nismo kaj dosti naredili. Ne? Ja, Ciril je začel zehati. Tiske se ne da premagati. Pa jaz, ne, konti ambasador, pa zdaj. Jaz sem tle toliko zapovedati, stari, da sem jaz, ki sem užgal, se tudi nam, ti si zdaj rabo 10 minut, da si zajel sapo, stari, brez veze. Bomo drugič kaj pojeli, jaz sem recimo, mogoče sam še to, a veš, jaz dolg časa nisem hotel razen izjem priporočati celoletne gume, če počas zaključimo ta segmentno. Letos, sploh je pa ta Kontjeva prišla, pa Eva se voz po vsak dan gre, Kodeljevo, Brnčičeva, pa nič truzga, v bistvu malo kilometrov na let naredi, predvidljiva pot, ki je tudi kaj sneg, je običajno kar dobro splužena, pa to, pa sem ji kupil za njenega Hyundai, to Sona sem kupil to celoletno Konti gumo. Pa je par let nazaj ne bi, no. Počrtal, koliko snežnih dni je bilo letos, v letošnji zimi? Se niti zime nismo imeli. Moramo pa vedeti, da te celoletne gume so, poleg tega, da so primerne za vožnjo po snegu, so bistveno boljše tudi v slabih pogojih oziroma v dežju. Tako da... Ja. Okay, mi smo se nakurali na temo celoletne gume, verjamem pa, da je tudi folku na drugi strani, da jih zanima ta stvar. No. Tako da, the best. Mimogrede, en avto smo še pozabili omeniti, ko smo govorili o novih avtih v Sloveniji. T-Cross stanov, ne? T-Cross. Čak ti si rekel, da si z njim zdaj prišel. Ja, premotrovi smo ga že na test dubali in veš, kaj mi je všeč? Tako to pravi VW avto je to, ne? Ampak, a veš kaj jaz opazim? Prva stvar, ampak prejšen T-Cross, jaz, ko sem se not usedel, sem točno preprejšen zaznal, ti si rekel, ne mi reči, da bojo zdaj Francozi po materialih, po kakovosti izdelave, da bojo našišali Volkswagen v tem segmentu, ne? Zdaj, pri tem ta novem, sem pa točno zaznal to razliko, da so šli spet nazaj na dobre materiale, na dobro izdelavo, nič ne škripa, spoji so ta pravi. A veš, ko se usedeš vanga, je tako kot, veš, kako je bilo včasih, ne glede na generacijo golfa, ko si se ti noter usedel, si se počutil domače. Imel si to ergonomijo, imel si ta, lega model. Gizmo. Ja. Gizmo je po značaju tak T-Cross, ne? Dozorel, značajsko izpiljen, še vedno gibčena, ne? Zelo. Edino zagotovo ima T-Cross veliko boljše oči, kot Gizmo, ne? Ja, lih samo to rečem. Zdaj, ko ima nove matrične žarometi. Tele matrični žarometi... Saša, dobro si to pripeljal. Tele matrični žarometi so res dobri in jaz, kle bi si sigurno, če bi ta avto kupoval, te luči bi si sigurno obklukal. Ne vem, kakšni so paketi, nisem bil na predstavitvi. Pa Gizmo nima ta novega svetlobnega podpisa čez celo masko. Ja, kam ima zober v mene. T-Cross ima pa lepo letvico svetlečo. Ne? A ja, pa poraba. Zdaj sem kar naredil testen krog. To je še vedno avto, ki imaš lahko z lahkoto porabo počest, ne? Brez da boš zdaj cokla na cesti. Ne? Pa poleg teh boljših materialov notranjosti ima zdaj, mislim, da ima serijsko digitalne merilnike, ne? Ja. Pa malo večji zaslon infotainmenta. To ima pa, tudi tu nekaj šteje, da so ga svetu predstavili skozi video, pa govorim na globalnem nivoju, v Ljubljani bil posnet. A ja? Ja. To se pa kar dostakrat zgodi, ne? Ja. Da se snema v Ljubljani, na Hrvaškem, pa tako. Na hrvaških. To se je narobe slišali, pa na Pagu. Ja, na hrvaških otokih. Ja. Mislim, tako dober avtomobilček je. No? Sem bil prav prijetno presenečen. Edino, jaz sem s to brado hecem v tej barvi testanga. Kaj pa je za ena barva? Rumena. Ne, taka Barbie modra. Ken modra. Ken morba. Zdaj so šla sodelovcem iz AMZS-ja, sva ven skočila, sva šla kupiti za naše sodelovke. Rožce, pa z malco smo jih počastili, tu je navada v našem kolektivu tam.
In tako prideva pred eno štacuno, ki je šuna štacuna, ena ljubljanska, ki je zumbi fene. In Opa z roštami. ta sodelovcem tako visok, ki ti ven stopa, še ni bilo tako hecno, ampak ko sva šla pa nazaj z rožami, pa še tako neki sva se smejala, so ne pa gledali tako iz kafanova. Jaz bom naredil zdaj eno fotko, kot ste vi naprej govorili naše testne flote dol pred pisarno, da boste vedeli, kaj v tem trenutku vozimo. Se smo malo že omenili, kaj še na avto. Ja. Okay. Drugače pa jaz že pogrešam našega Tucsona, veš. Vmes smo vrnili Tucsona, imeli smo ga nazaj. 3 mesece smo imeli, ne? Ja, Tucsona. dizelskam ga mi sploh zapeljati niste dala. Zaradi tega, ker si plug-ina vozil skoraj mesec pa pol. Ja, plug-in mi je bil res všeč. Ja, tako da dizel, na koncu smo še dizla na Cirilovo željo, oziroma da malo prilagodimo avto njegovim premikom iz Maribora v Ljubljano in obratno, smo si pol še enega dizla prisvojili. Ne? Tega sem si jaz nanudil. Stari Tucson se dobro drži, mislim, ne vem. Jaz sem bil, pa ta je bil ta oprema, ta huda, ne? Ja, N-line. Ja. Stari sedeži dobro grabijo. Mislim, jaz pri Tucsonu razen ene stvari, ki mi je šla, pa moram priznati malo na jetra, ker sem v ta rop armaturke, sem skozi kolenom toliko, pa imam kratke nogice. Drugače pa... pa tudi ta, veš, kaj ima Hyundai? Hyundai pa Kia ima ta en dodatek, ki jaz pri nobeni drugi znamki nisem videl, in sicer, ker ti štelaš zadnji brisalc, ti na zaslonu pokaže, v katerem settingu imaš in ne rabiš okrog volana gledati, kaj si naredil, ker je ročka skrita. Stari, ima kjer avto na celem svetu to? Hyundai pa Kia. Pa sem zdaj ne bom spomnil, meni je to že od nekdaj pri Hyundai všeč, da ti napiše, kjer setting imaš za brisalc v zadnji, ker vsi smo se že kdaj pelali, ker je od spredi avto, v soncu se vozil, pa je brisalc skozi delo. Sicer kako to ljudje ne opazijo, ali špego ne gledajo, ali kaj, ampak ja. Tako da tle vidiš. Ja. Ne, luška, ampak kokrat se mi je zdaj zgodilo, a veš, kaj itak dobimo vedno vprašanja, kjer avto naj kupam. Tako, jaz v lifeu nisem toliko ljudi usmeril na Hyundai Tucsona, kot v zadnjih 3 mesecih, ki ga imamo. No? Ja. Moram kaj zameriš sploh. Ne, sej to. Ti ga imaš itak v podzavesti, ker se imaš toliko fajn z njima, ne? Ja. Pa veš, da imajo zdaj dobro akcijo, pa dobro ceno, pa da so na zalogi, pa da imajo dobro opremo, pa da imajo najboljšo garancijo na trgu. In v bistvu avtomatsko pomisliš na ta avto, kad te nekdo vpraša za mnenje, kjer avto kupiti. Še dober 4-kolesen pogon imajo. Jaz sem velik Darko, to sem tudi že prodal, ne? Ampak dobro, to so podobni tiči. To so dobri. No, ampak to so vsi avti, ki ti zlezejo pod kožo, ker ga ti uporabljaš vsak dan in lahko živiš z njima, ne? Ja. In ti je organsko ti je, da ga nekomu priporočiš, če si sam zadovoljen z njim. Si se kar navezal na njega, ne? Presežem, da sem se. Dajmo zdaj. Hotel sem še nekaj reči o mojemu Tucsonu. Moj Tucson je bil pa žrtev... Ni bil kragul, ampak... Ne, tokrat so bili pa ekoteroristi. Kdo? Oni, ki se zalimajo na avte. Ne. Oni, ki barvo mečejo. Diverzantska enota zelenih beret dolenskih miši, ne? A čakaj, zdaj so že miši, prejšnji teden so bile kune. Miši, kune, tu je vse isto. Ja. Dolenske miši. Kuna ni bila, sigurno ni bila, zato ker kuna bi, prvič se kunem, drugič bi bile pa v grizi drugačni. Kunem se, da ni bila kuna. Bom fotko pripel, ampak resno škodo so mi, mislim resno. Ja, resno škodo. Kaj boš škodo. fotko pripel? Ne bi delal del s tem fotkam. Ne, fotko bom pripel, kaj naredile. Kaj so kune naredile? Kaj naredijo miši? Zelene beretke dolenskih miši. Stari, uletele so not, upadle so mi pod havbo, a veš kako. In? Zgrizle kaj? Zaenkrat začne Tucson cukat, pa iz servisa. Tucson cukat. In jaz pokličem fanti, sem rekel, fanti, to je nemogoče, sem bil prvi na servisu pred enim tednom, vse ste zamenjali olje, prav pripel. Čez 5 minut me pokličejo. Jure. Zgrizali so ti kaj, kable? Treba bo avto pod mišolovke nastaviti pod havo. Ne, ampak tukaj me je ziritiralo, ja, zgrizle so kable od merilnika pretoka zraka. Ne? Senzor so spravili v kurčlus, kratki stik. Kurc je rekel. Ja. Povej. In tukaj so me ziritirali, da v naslednji motorjevi jim bom prav posvetil članek, kako se obraniti ostrim zobom. Ker to je resen problem. A bojo v tem članku nasveti za kakšne puške, pištole? Ne, ker ne moreš imeti tu avto. Mačete? Bodo pa rešitve noter. A obstajajo rešitve? Obstajajo rešitve.
Da kaj? In na servisu, veš, kaj mi je rekel, tako je en možakar na servisu, ki je bil tam, ko je poslušal, ko sem jaz plačeval. Pa prav, jaz sem podal to tam tranzistor, muske ne marajo. Ampak bom ta teden tudi testiral. No. Jure, ti kot dolenski Indiana Jones, jaz bom ful razočaran, če bojo te rešitve neki tako zvočni signali, pa ne vem kaj neke. Pač, če ne bo nekih napalmov, pa ne vem česa, jaz bom res razočaran. Napalmo. Imaš pa še ti eno, si prbal. Ampak, a veš, zakaj po novem miši pa ostali ekoteroristi tako radi napadajo avtomobile? Zaradi reciklaže, ne? Ker vse te ovojnice raznih kablov so narejene iz ostankov žit, pa ostankov soje. A resno? In to je za njih futer. Včasih je bil bakar, pa ta trda plastika je enkrat ugrizena od pereka. Takrat so bili drugi plenilci. Takrat sem imel roaming. Ja, ni užitno. Okay. Kaj zdaj boš, miši ali roaming? Dej, avte. Dej, seba hoče nekaj povedati. Ja. Pusti te miške. Kaj je? Sona smo vrnili. Ja, ko smo že pri Hyundaiu. Mi dva greva naslednji teden voziti enega Hyundaiu, ampak kot te... Dej, to boste drugič povedali, ne preveč. No, ampak lahko pa dam namig. Dej. Lahko dam namig. Dej. Če sva vozila električni hypercar med hypercari, greva zdaj voziti električni hyper hatchback. Hyper hatchback med ljudskimi avtomobili. A sem dobro povedal? Ja. Dobro sem povedal. Pa še nekaj. Seba predno zaključimo. Jaz pa moj sine smo šla na Gregorjev smen. V Šentjeren. Super dogodek, tudi če malo daš padu. Kjer blag sta? Ja in? Traktori, cepilci, sadike, suhomesnate. Ja, Bobnar vas pusti pozdraviti vse. Ja, veš. A si zdaj? Ampak nega lepšega kraja, ko Šentjeren, pa nega lepšega ptiča, ko je Petjalen. A si? Pa res so lepe peteline. Dej, od spodi imamo parkiranih še na par tesnih avtov, ki se jih moramo še lotati. A lahko jaz? Lahko. Na hiter, jaz bi samo omenil, da sem prvič v življenju prespal na 4 kolesih. Meni se zdi to vredno omeniti. Ja, šel sem po Roberto Adonis in glede na to, da sem že lani z njim začel sodelovati in sem naredil tudi par videov, je bil skrajen cajt in sem šel najprej po nasvete, kaj moram vedeti, to pride še vlog, pa to preden prespim na 4 kolesih do guruja avtomobilskega kampiranja. Do Jureta. Do Jureta. Tako da, čakaj, Jure, sem se pripeljal k njemu domov in sem sicer hotel prespati v zavetju njegove parcele. Med mišmi. Z Juretom so se da grem noči so začetka, pa da poenostavim zelo. Jaz sem šel v Slovenj Gradec, sem vzel slovenski avtodom Roberta Adonis, sicer varianto Fortu. Gre za v bistvu vrh Robetine ponudbe, ta avtodom oziroma camper van, to gre za premium izdelek, stane 145 jurjev. Min grede, ko že govorim o tem, skoraj bi pozabil, Robeta je tudi podznamko Vandala, tako mislim, da ima tudi Adria, pa še kakšen drug, ki je pomenovala Vomondo, Vomondo z dvojnim bojem. Vomondo. No, to, da bo šlo bolj za dostopne modele, da skratim priču, v Adonisa sem zasosedil in prva lokacija, ki sem jo na nišanu, je bila od Jureta parcela v Lazah. Na Lazah. Da mi je Jure povedal, kaj moram vedeti v resnici. Vse jaz par stvari že vem, ampak se mi je zdel super za vsebino in jaz sem rekel, povej mi 3 stvari, ki jih moram vedeti in Jure mi je povedal 155 stvari, ki jih moram vedeti in to, ko v bistvu se mi veliko stvari povedal, ki jih zares nisem vedel, da bom to objavil tudi čist kot posebej video, poleg tega bom dal pa to tudi v vlog. Pa si mi pa ti tudi, a si bil ti, Saša, priporočil tudi prvo nočitev, pa se pri tebi tudi ni šlo, ker naslednji dan je šel od podcast Dana Lenarda in nismo imeli vsem še, bom rekel, prenosne moči, da bi jaz 18 giga uploadil, ker bi to vsem predolgo trajalo. Pa sem se pol odpeljal v Ljubljano in sem v resnici prvo noč preživel pa v Pivki. In sem tam avgal od Eve. Jaz ti to predlagal. No, Leonarda sem peljal najprej v muzej vojaške zgodovine, mislim, da je bil Saša. A si bil ti. A sta pa oba, ker je čist možen, ker v Pivki imajo tudi privez za tele 4-kolesne ladje in so šla sta malo v muzej in pa sva tudi prespala in je bilo krasno. Avtodom je itak hud, jaz sem posnel vlog. Veliko sem se oseb naučil, ker sem v bistvu preizkušal ga. Jaz sem ga namenoma vozil vsak dan po Ljubljani, kada furam navaden avto, ker se mi zdi, da če potisneš avto ali pa karkoli testiraš tudi kakšen nenavaden scenarij, se mogoče še malo več naučiš.
prvič folk je rekel, da zgleda dorka svina. Jurek, kdaj si ti naučil, ko se ura ugasne? Dej na telefonu. Zgleda dorka svina, a veš, taka črna je, hude črne feltne, tako, pač tak, te Korošci imajo nekaj tega šmeka, so dali temu Adonisu. Jure je poudaril nekaj, kar sem jaz kratko malo pozabil, oziroma jemljem za samoumevno, ne, jaz nimam izkušenj veliko, ampak ful je tih med vožnjo. Stari, jaz sem tle po Ljubljani prevozil tudi 1500 nekih ležečih policajev, razmeroma okreten je, malo manj kot 6 metrov. Jaz sem se imel res fajn, vseb sem se pa naučil to, da pretakmo avtodomu, se ti si rekel, da polet imaš pa zunaj placa, ko krčeš, ne. Ampak če pa ni polet, pa je zunaj dež, moraš biti pa kar naenkrat veliko bolj zorganiziran, kot si sicer. In a veš, tudi ni to, ne vem, toliko prostora, da šlo calte, pa prevale delo, pa fuzbal igral in moraš imeti red in to mi je v bistvu pa všeč postalno. Meni je to ful dobro, v bistvu jaz to hočem slišati, kako je s tem avtom živeti po Ljubljani, pa operirati na dnevni bazi, a veš, to je meni, mislim, a veš, jaz bom od Jureta že dobil neko osebino, ali pa od koga drugega, kako je spati v kempu s tem avtom, jaz, ko sem tebe videl, ne vem, mi smo prišli na eno tiskovko v Alejo, ne, a veš, in vidim tega, pride z avtodomom, tako, sem rekel, koliko dober, in videl sem najprej avtodom sparkiran, pa sem mu hotel potrkati, da vidim, če je noter. Tako, tip živi v avtodomu. Pač, mi smo šli tudi na eno predstavitev z avtodomom, se ne spomniš? V Vipavu. Ja, se spomnim. No, a veš, koliko je to dobro? dobro? Jaz ti bom tako povedal, edina stvar, ki moraš imeti skozi v glavi, je kdaj zavoj vzeti, ki je ožka cesta, da ga vzameš malo pozneje, pa višino moraš valjda paziti, ne? Ja, višina je zelo pomembna. Stari baletnika med avtodomi. Sej vem, no, ampak zame je hiša na kolesih. Ja, tudi tu smo razdelali, ampak hočem ti povedati še nekaj v tem redu, ne? Lej, mi smo imeli vena polet od Robete, ko smo šli na resno potovanje. Kjerga smo ti Heliosa, ne? Za 4. Ja, z dvižno streho. Ja, Vena, ne? To govorimo, to ni polno integrirati, to ni Alkoven, ki bi bilo not prostora. Mi smo imeli na Nizozemskem eno najbolj mokrih poleti. Bili smo na poti, smo bili debelih 7 dni, a veš, in v tej zorganiziranosti. Lej, tu vse špila. Mi smo v avtodomu 6krat skuhali kosilo. Ja. Brez da so bile vrata odprta, zato ker je odzun dež padal, pa je 80 na uro pihalo. A veš, je pa res, da karavaning je tako, ne? Karavaning ti je všeč, ali pa ti ni všeč. Ne? Nekaj se sigurno moraš prilagoditi. Kar se pa tiče, mogoče še te vožnje. Oni imajo res narejeno super pohištvo. Kar govor. To je zagotovo en najboljših... Mislim, da ga je gizmo. To je zagotovo en najboljših tišlersko obdelanih avtodomov, zagotovo. Kam imaš to? Kdor spremlja na YouTubu, nič od tega ni planiran, by the way, en video bom naredil za Robeto, za njihove kanale in so mi pripravili 2 panela. Gre za to, da oni imajo eno pohištvo, ki ga imenujejo Robeta R. Ja. In na AIR. AIR, kot Jordan. Robeta R, stari. No, ampak hočem reči, da to je klasičen panel, zakaj je to Iverka, Jure? Ne, to ni Iverka, to je pač lepljena plošča iz... Koliko je to lahko? Ne, ampak zdaj pa Prim R. Kvo? To je pa še enkrat lažji, gre pa za to, da ima ta panel znotri plastiko, taka penasta plastika iz reciklirane plastike. No? In oni prešparajo do 200 kg na avtodom zaradi uporabe te tehnologije. Pa še izolacija je. Ne? Pa še izolacija je. Ej, Jure, a tako kakor mene poznaš? Ja, isto trdno pa vse. No, v glavnem, kakor mene poznaš, a jaz se lahko s takim avtodomom zdaj usedem not pa odpeljem na jug Italije? A s takim, ki ga je imel Ciril? Ja. Če boste sama zlejo, ja. Če boš pa še Ne. Da sem idva pač, da jaz ne rabim zdaj gledati, kjeri kempi, kam, tako pelje. Malo moraš vedeti te osnove, kjer je črna voda, siva voda, pa čista voda. Dobro, to ja. Kam spustiš? Ja, ne, pa tudi tako je. Ne? Veš, za avtodomom je vseeno treba malo načrtovati pot. Ne? Glih imenu si Italijo. Ne? Italija ne slovi glih najbolj varna dežela, da bi prenočeval kar na počivališčih avtocestnih. V Italiji bi se jaz sigurno ustavil. Se tudi ne bi želel tam. V Italiji bi sigurno se ustavil na PZA-ju. Naprimer, Kaj je to? Stari poslanec poje. PZA je posebno parkirišče, ki je namenjeno počitniškim avtomobilom. Ponovadi imaš tudi elektriko, vedno imaš izpust za vodo. Pa še za kaj drugega, ne sem za vodo. Ne? Ja, tudi za Okay. Črno vodo. Kompost. In tam bi sigurno, ne? V eni Skandinaviji z avtodomom praktično prespiš lahko kjerkoli. A veš.
iz tega vidika. Drugače, kar se pa tiče načrtovanja poti, jaz zagovarjam pri karavaningu manje več, ne. Veš, jaz sem šel z različnimi avtodomi, različno daleč, tudi bil sem z Adriomobil, s Supersonicom, 7,40 m, polnim integriranim avtodomom v Grčiji na Halkidikiju. Lej, super za potovati vse. Sam tam rabiš pa bistveno več načrtovanja. Ne? Ko smo šli mi v kakšno majhno grško mesto, sem jaz vedno na Google Earth prej pogledal, kje je parking. Ne? Ker ti s takim velikim avtodomom se ti ne moreš kar v eno pristaniško mesto zapoditi. Ne? Ampak kar se pa tiče vožnje, lej, je pa to, mislim, sploh ti vani, kjer je komplet bivalna nadgradnja znotraj karoserijskega kombija, nič ni širš, nič ni daljši, oziroma mogoče malo na boku. Ampak to so zanemarljive stvari, je pa, jaz mislim, to mene rajte. Na tvoje vozniške izkušnje se peleš kamor hočeš, ne? Tudi klele, jaz sem zdaj drugič pelal Sprinterja, ne, ta novega, kot bazno vozilo. Lej, kle tudi moram reči, da se vidi, kljub temu, da Sprinter ni najbolj pogosta izbira pri baznem vozilu za nadgradnjo, ampak kle se kar vidi, da pač Mercedes je sigurno dražji, sem se pa tu na kakovosti vožnje zelo poznal. Stari, pri temu Adonisu, ki je na Sprinterju narejen, ne, se moraš kar malo sam sebe bremzati, ki se pele ful dobro, pa moraš gruntati to, ki si v vinku, ali pa ki peleš po navadni cesti, da zadnji furaš fletne. To je tisto, ki moraš dejansko se spomniti, zato ker te zapele. Ergonomija je vrhunska, stari, podvozje je dobro narejen, seveda ojačan, prilagojen, ampak... Zadnji imaš pa šalce. Ja. Ok, gremo. Še ena pomembna novost sploh zate, ki si bolj booking, ne? .com. Ja, imaš rad sabo veliko udobja, pa to ne. V Evropskem parlamentu je bilo sprejeto. A je bilo že sprejeto? Predlog? Mislim, ali je bil predlog. V glavnem dela se na tem, da bomo z B-izpitom lahko 4200 oziroma 4250 vozil prav prilagojeno za počitniška vozila. Velika sprememba. Ja, pa prilagojeno tudi za veliko zaradi električnih avtomobilov, kar so seveda težji. Ne. Ta podcast bo daljši, kot z Danom Lenartom. Ok, gremo naprej. Je dobro, sem so koristne informacije. Zelo. Kaj še? Da te više, kaj povedati. Dej, kaj je parkirano spodaj? Jaz imam še nekaj, ki ni parkiran spodaj, pa bi rad omenil. Sam na hiter, ki bo vlog na komu 3 minuti, predvsej dolg. Sam John Grengston sem volil. Sam John Grengston je ogromen avto, ki ti zares, bom tako zelo poenostavil, ki ti zares veliko ponud, govorim prostor, tudi razmeroma pameten je, lušten se pele. Zelo dober motor ima. Zelo dober dizelski motor ima, kabina, mingrde, mi smo se pelali v Benetke, ko smo šli na Toyota CHR. Stari ta avto, pa zvočno izoliranje, ne najdem veliko avto, če sploh, mislim, tako kot najboljši. Stari Res je, ja. In koliko stane? Ja, ne vem, 47 jurjev. Full opremljen. Okay. To je avto 5 metrov, pa noter. Jaz sem nazaj grede vozil. Presenetil me, ker sem vozil po avtocestnih hitrostih, zdaj se mi je pa, kada vozim 100 na uro. Ja, je pa tudi res, da smo preverjali po GPS-u, da malo laže hitrosti. Malo laže, ja. Dobar, ja. Malo več laže, tako da sem pol tempomat nastavil gladko na malo več, kakor je omejitev. Ampak se dobro pelje. Ampak se res tako. Ok, sicer malo vidiš, da to ni premium smerna stabilnost, pa da ni premium požiranje kratkih neravnin, ni premium tempomat, ni premium lane assist, vedno je malo tako neke borbe na volanu, ampak udoben je pa pa placama, stari, kakšen prtljažnik ima, garsonjera. Ja, to sam pomeni, da v bistvu zdaj ni več, težko rečemo, da so še da obstajajo slabi avti. Sam ni več grd. Ja, mislim, pa pri tem avtu je dobro razmerje med ceno pa vsebino, res je dobro. Če 47 jurjev, full oprema, stari. Pa to je avto, ki so ostali, ki so primerljivo opremljeni, so, ne vem. Krat 2. Pa še ena zelo pomembna informacija, ne? Tudi reduktor ima, ne? Ja, stari. Sicer je, mislim, ima reduktor, ampak ni zaščiten recimo od spodaj, da bi zdaj to neki plezo. Ni off-roader, ampak ne tak, govorimo o smislu Toyota Land Cruiser ali pa novega Defenderja, ampak je pa avto, ki boš ti z lahkoto potegnil konjsko prikolico, kamor jo boš hotel, ali pa na kjerkoli izpust na Jadranu boš lahko svoj čovn propelal, ga lepo noč spustil in to je to. Tako da, zelo zanimivo avto. No.
No, sebe, zdaj pa rekel, kam imamo spodaj parkiran. Ja, si naredil sliko? Ja, sem naredil No. sem čak, da moram še pogledati. No, daj. S čim si prišel? Ja, jaz sem prišel s Cupro Formentor. Opa, To je huda. ta huda, VZ5. Razloži pa. VZ5. VZ5. To je avto, ki v bistvu zgleda vrhunsko, ampak središče tega avtomobila je motor, ki smo, mislim, da v tem avtu že govorili, ki si ga imel ti na testu, Saša. Ta motor je star, ga peleš na 2000 obratih, mislim, praktično ler laufo, a ga teraš. Vedno ti da Povej, nekaj. kjer motor je. Petvaljnik turbo. bencinski petvaljni turbomotor in to je tak sound stari, da ti jaz sploh ne znam povedati. No. Pač jaz sem vedno vesel, ko ga pelem, malo sem žalosten, ko bo najbrž šel razmeroma kmalu pozabo, ali pa ne, lahko da bojo presenetili. Ampak meni je ta avto tako krasen, ampak vmes pozabim na obliko, na vse, kar ti še ponuja Formentor, ki je v bistvu generalno gledano super avto, pa samo motorju gruntam cel cel. No. Porabe niti pogledal nisem. Veš, kaj je zanimivo? Da ta motor se v Formentorju vrti do 7000. Ja. Pa, če imam jaz prave podatke, ampak če se spomnim iz mednarodne predstavitve, naredili bodo tudi sam 7000. A res? Pa tam ima še eno stari, če ne vem, če ni neka posebna izvedenka, bi pa moral biti jaz zdaj boš pripravljen, ker ima znotraj nekje napisan eden od tok pa tok. Ja, to je to. VZ5 je limitirana serija, tako da ja. Ja. Krasen avto, stari, no, sej. Res dober, Drift program si probil. Nisem še tudi avta posnel, pa bi mogoče moral iti v center varne vožnje, zato da bi lahko, kako je rekel včasih Martin Česen, da je hudiča prijel za rep, ki je na avto teror. Fajn bi bilo, da bi... AMG je vozil. Ta stavek je iz testa, ki je AMG pelil iz Študgarta v Ljubljano. Kdo? Martin Česen. Martin Česen. A še veste, kdo je Martin Česen? Vemo, ne? Sem jaz dober, vem, pa tudi želim, Jaz tudi, da bi jaz sem prišel delal z enkrat njim. v podcast. Ja. Delal z njim. No, ja. Ja, dober avto, ja. Meni je bil zelo všeč, jaz sem ga v Španiji vozil na dirkališču, pa A res? Ja. Veš. je bilo kar luštan, ja. Ja, mislim, od teh, ki so zdaj dol, jaz sicer vozim Prius, ampak jaz bi rad prešparil Priusa za drug podcast, zaradi tega, ker sem se lih dobro usedel not. Prav. Mislim, pogonska tehnika je zelo podobna tistemu, kar smo prej govorili v CHR-ju. Tako da sva midva rekla, da bova malo primerjala oba, ne? Ker imamo lih sočasno, imamo oba in CHR-ja in Priusa, pa bomo malo... ampak tako, na prvi feeling zelo lepo se pele, pa predvsem, veš kaj sem opazil? Da ta avto ful dobro gre. Ja, to je pa zato, ker ima nov motor, ne? Mislim, tako, a veš, kaj se ti nekdo umakne na prehtevalnem pasu, pa kad ti pohodaš, sicer še zmeraj zaradi CVT-ja nimaš tega feelinga, ker zelo zvezno vleče, ampak pa pogledaš ti na števc, stari, ta avto tako dobro gre. Ta avto je še enkrat dober, močnejši. Zelo dober. Še enkrat močnejši, lažji, lepši. Pospešek ima pod 7 sekund. Ja. Zgleda, Res, To je v res bistvu gre dobro. najhitrejši Prius. To je 232 konjev sistemske moči. Ja. Mislim, res dobro gre. To je popoln odklon. Prius je zamenil filozofijo. Po letih, ko je hotel... Mislim, oblikovno filozofijo je. No more boring cars. Ja. Boring cars. Jaz mislim, da je Prius zdaj postal končno uporaben, vse splošno uporaben avto, ki se dobro pele, ki relativno dobro zgleda. Mislim, meni zgleda vrhunsko. Dobro, prtlažnik ga malo poheca, ne? Dobro, Ja, to je, itak, ampak glej, zdaj, če ga primerjamo, tako kot bomo midva s CHR-jem, ne, Ja. je tam, ne. Pa moram reči, da boš videl, mislim, da v Priusu menjalnik dela boljš, kot v CHR-ju, in po vsej zgodbi je menjalnik verjetno največja rak rana. Japonci ne popuščajo, je pa tako, kot smo se že pogovarjali, ne. Če bi primerjali vožnjo v Evropi ali pa na Japonskem ali pa kje druge, ti je jasno, zakaj dajo oni tak menjalnik noter, ker za neko zmerno vožnjo, tako umirjeno, je menjalnik super, brez pripomb. Ampak za neko dinamično vožnjo, ki pa hočeš biti malo hitrejši, To pa ne, ja. je pa zelo glasen in to je moj največji pomislek pri tem avtu, tako da... Ja, no, je pa dejstvo tudi to, ne, da od vseh samodejnih menjalnikov je to njihovo planetno gonilo daleč najbolj zanesljivo. Ne. Oni praktično nimajo patologije. Nisem imel sploh. Okvarne. Ja, To je prvo, drugo pa tudi, a veš, je pa res, da to še vedno ni menjalnik, ki bi si ga želel zelo dinamični voznik, ne.
Po drugi strani so pa tudi naredili velik korak naprej. Ne? S to novo oljno črpalko pa dodatnim generatorjem. Ne? Tudi avto danes kosta, veš, spomnim se včasih. Ne? Ja, ampak včasih ta avto zgledal vsi vemo kako grozno, zato ker je bil podrejen aerodinamiki, ker je bila oblika prilagojena vsemu temu. Ne? In zdaj skozi vse te generacije so se tukaj temeljito izboljšali, so šli naprej, pri menjalniku pa še vedno vztraja tukaj in jaz se nikoli ne bom sprijaznil s tem menjalnikom, to je pač... No ja, jaz ti dam pa drugo stran slike, jaz sem šel pa na konc sveta z mojim avtom, s CVT-em, ki je sicer mečken starejši, ampak je pač, jaz nam rekel, se človek vsega navad, meni recimo te stvari ne motijo, je pa res, da jaz mojega Darkota, jaz ga ne teram. In takrat, ko greš izven te cone obdobja, mehanike, ki ti je na voljo, takrat valjda rečeš, ok. Jaz ga ne teram, jaz sem bil zadnjič kilometrov Siberije, jaz ga ne teram. Zdaj, ne pa sej to ni teranje. Ampak ne, stari. Zdaj bom nekaj povedal, ker totalno ni bilo v scenariju tega podcasta. Jaz sem bil zadnjič slučajno zraven, ko so bili ljudje iz Toyote na enem sestanku, smo bili. Pa so rekli, Ciril, a bi ti že kaj razmišljal, da bi zamenil Darkota za kakšen drug avto, pa da pol furamo to zgodbo naprej? Pa je Ciril rekel, ne, jaz hočem imeti svojega Darkota še naprej. Stari, a veš kaj, zdaj ima ta avto 60,000 km, cene še neki ima, cene so še v redu. A veš, pa bi lahko mogoče za ta paket, ki imam leasing, a veš, znotraj tega paketa bi lahko še drug avto vzel, tako stari namenam ga. Ne bom ga zamenil, zato ker mi je ustreza mi po velikosti, sem pa tja, če je kdaj kakšen avto svalil, si ga ti usedel, si se ti noter usedel, ta avto je prišel ven 2019, pele se še vedno vrhunsko, ima grozen, bom rekel, vmesnik, ki je njegova, da ne rečem rak rana, ampak je v bistvu v resnici ponuja vse, kar nucaš. Jaz tukaj nisem ful zahteven uporabnik, ampak če odzamem vmesnik stran, je to meni vrhunski avto, stari. Namenam RAV4 pa reč kar češno. To je to. Dobro, to je to. Še kdo kaj? Jaz sem včeraj posadil en Carevič pa eno Viljamovko. Mim grede, naše nove karte, Konji na mizo 2, so že skoraj razprodane. Ja. Zakaj se mi to ne spomnimo reči na začetku podcasta? Ne vem, zaradi tega, ker ja, najprej vsebina, pol gnar. Ja. Skoraj so že razprodane, tako da unika si želite. Ne vemo, če bomo delali ponatis, bomo videli. Ja, pa tudi zdaj se veš, da oglaša. Ta vikend sem jaz dobil vprašanje, če so na voljo še konji na mizo. Ne, niso. Enka, ni jih več, stari. Teh ni več, se pravi, ampak tudi dvojke bo kmalu zmanjkalo, pa ne vemo, če bomo delali ponatis, ker bomo videli. Bomo videli. Pa ker lih opletam s temi kuli, to nam je pa nekdo poslal, oziroma ne bom rekel nekdo, zaradi tega, ker je napisal eno super posvetilo atmosfercam in bom zdaj prebral. Graviranje, temnenje, lepljenje, laser. Stari, jaz držim veš, ja, pa ful dobri kuli, mimogrede, pa jih je po brendu, atmosferci. Pa lepo pišejo, stari. Ja. Mislim, tako, to je kar fajn. Kaj veš, kako je pri kuliju, ne? Ja. Ampak bolj cenam uno posvetilo pismo atmosfercem, kakor pa same kuli. Kuli so fajn, ampak tis nas pa poganja. Tako da hvala za tisto. A imamo še kaj? Ti imaš še nekaj? Ja, mislim, še dve stvari na hitrco. Dej. Na hitrco, to na komotar minuto bo kmalu prišel še en test, ki smo že bili pri japonskih avtih, bili Honda ZR-V. Stari, ta avto imaš občutek, da bi ga lahko s kamnoloma dol zapeljal, pa bo cel ostal. To sem videl že z Juretom nazadnje rekla. Ja, to je stari vrata, ki zapreš. Ja. Da zapreš vrata pri S-klasi, težka vrata, dober občutek, kokpit noter je sestavljen, stari. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje peljal avto, da sem se not usedel, pa da sem spoznal avto, da sem rekel, iz prve tis pa dobro narejen. Ja. Tako, drugače pa pogonski sklop iz Civica, ki sem ga itak, pa to pa lahko že najdete na YouTubeu. No, ampak prihaja tudi ta vlog, pa mogoče sam še malo odmik v levo. Jaz sem po dolgem času spet testiral en telefon, oziroma držal v roki en nov telefon. Šel je na iPhone, končno na iPhone, bravo ljudje. Baterija bo počasila, ne. Poklical sem iz Honorja, to je bilo včasih znamka, ki je bila v žlaht s Huawei, se mogoče še, ampak nimajo opravka s temi omejitvami, ki so povezane z Googlom, pa z Storom, pa tako. No, glavno Magic V2 je zložljiv telefon, ki je sicer razmeroma zelo drag, ne razmeroma 2000 €, ampak je pa najtažji zložljiv telefon na svetu, pa tudi precej lahko, pa v žep sede, da te ne moti, in bom tudi na to temo sem pripravil neko video vsebino, če slučajno koga Ferbec matra. No. A skaj kakšen vlog posnel? Robeto sem posnel s tem telefonom. Okay. Pa mi je bilo všeč.
Mislim, baterijo ima 5000 mAh, je zmogljiva, recimo, motil me je to, ker ima zoom uno 10, ampak optičen zoom je 2,5, kar je meni absolutno premalo, ker si se tudi ti zdaj naučil, ko imaš iPhone z hudim zoomom, koliko fajn pride to za detajle pa te stvari. Drugače pa, mislim, dejansko, veš kaj, zložljivi telefoni imajo to famo ali pa ponovadi so težki, okorni, tečni za uporabljati, ta je pa res 231 gramov, sede v žepno. Tako, fajn. Kaj pa v roko? V roko tudi. No, to je to. Jaz nimam čist nič za povedati, mislim, to je to. No. Ej. Kaj, Jure? Imaš ti kaj za pojače? Miši. Ne, zdaj malo odkrivam Netflix, ne. In? Včeraj sem gledal en krasen film, Alpinist. Nič drugega nam pogledal, kar pejte tu pogledati. Film Alpinist. Dokumentarni film. Ej, Jure, koliko časa? 6 mesecev. Okay, kdor ve, kdor ne ve. Pol leta. Pol leta. Ampak, Okej. ampak Za ston. Ne? Podarijo, kar je razlika. Bravo. Je zate brezplačno 6 mesecev. Ej, evo, lih lepo čez 2 uri, tako da to je to. Folk lepo se imejte. Ajde, čau. Dan. Kaj? Kaj? Valmok je krasen. Naslednji podcast. Ja. Moramo nekaj povedati. Dan, ampak res krasen. A lahko povemo zdaj? Ja, ne vem. Ne smemo. Ne. Potrudil se. Juretova jahta se zna zgoditi. Sam to lahko povemo. Ja, to je to. Ajde, čau. Ajde, čau.